Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni vsi, tako naši projektni partnerji, kot tudi seveda predstavnika Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter ostali deležniki na današnjem res uvodnem srečanju strateškega projekta Life IP Restart. Če dovolite, bi se predstavila tudi sama, sem Milena Janežič, zadolžena za komuniciranje na projektu Life IP Restart in danes stojim tukaj pred vami v vlogi moderatorke. Se pravi, danes sploh na prvem srečanju, se pravi prvi predstavitvi projekta, namenjenem deležnikom našega projekta, vam bomo predstavili tako vsebino, izzive, cilje ter strateška področja projekta Life Restart, kot tudi eno izmed demonstracijskih akcij, ki teče tukaj v Centru za ravnanje z odpadki Puconci. Preden pa začnemo z vsebinami, dovolite samo še besedo o današnjem programu. Kot ste verjetno prebrali v programu, se dopoldanski del odvija tukajle na Ceropu. Po v bistvu pozdravnem nagovoru gospe direktorice in dveh predstavitvah gremo na teren tukajle na Ceropu. Potem se zberemo spet tukaj in se odpeljemo v Mursko Soboto, v medgeneracijsko središče Mensana. Tam bo kosilo, čas za mreženje. Sledile pa bodo potem še popoldne, se pravi po kosilnem delu, 3 vsebinske predstavitve, ter seveda razprava in možnost izjav za medije, če pride še kakšen od njih. Torej, če se vrnem nazaj k današnjim vsebinam, eden izmed 16 partnerjev projekta je tudi javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci, nosilec ene od 6 demonstracijskih akcij v projektu. Danes smo tukaj na Ceropu zato, ker bomo tako vsebinsko kot tudi na terenu spoznali faze te demonstracijske akcije, ki se imenuje s takim dolgim imenom proizvodnja kritičnih surovin in recikliranje blata iz komunalnih čistilnih naprav. Preden pa začnemo čisto z uradnim delom oziroma s predstavitvami, bi k govornici povabila današnjo gostiteljico, dr. Simono Bero, direktorico, da z uvodnim pozdravom nagovori naše deležnike. Gospa direktorica, prosim lepo. Hvala za besedo. Sicer nisem doktorica, sem pa res direktorica javnega podjetja Cerop v Puconcih. Jaz sem si malo zapisala, pa mi dovolite, da kar preberem. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni partnerji, dragi gostje. Prisrčno dobrodošli na Vaneči, Pomurskem regijskem centru za ravnanje z odpadki, ki je danes postalo stičišče strokovnjakov in ustvarjalcev sprememb na področju ravnanja z odpadki in krožnega gospodarstva. Posebej nas veseli, da kot javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci gostimo prvo javno predstavitev strateškega projekta Life IP Restart. Projekt Restart ni samo ime, je simbol. Predstavlja nov zagon, novo miselnost, ki presega pretekle pristope k odpadkom in nas usmerja v prihodnost, kjer materiali, ki smo jih nekoč razumeli kot odpad, postajajo dragoceni vir. Takšni dogodki, kot je današnji, so priložnost, da se skupaj zazremo v to prihodnost z jasno visijo, konkretno strategijo in močno zavezanostjo k spremembam. Cerop kot upravljalec Pomurskega regijskega centra za ravnanje z odpadki opravlja pomembno vlogo pri izvajanju občinskih gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja odpadkov za kar 36 slovenskih občin. Naše poslanstvo ni zgolj tehnične narave. Gre za strokovno in pogosto zahtevno delo, ki ga opravljamo z veliko mero strokovnosti in pa predanosti. Kljub skrbno zastavljenim ciljem in prizadevanjem pa se pogosto v praksi srečujemo z izzivi, na katere nimamo vedno neposrednega vpliva. Leti 2023 in pa 2024 sta bili v tem pogledu še posebej zahtevni. Obsežna neurja in poplave, ki so prizadela našo državo, so za seboj pustile ogromne količine različnih vrst odpadkov. Kot izvajalec javnih služb smo v našem regijskem centru morali nemudoma pristopiti k prevzemu teh odpadkov, od kosovnih do gradbenih. To je predstavljalo velik logističen in operativni zalogaj, obenem pa tudi pokazalo na vrzeli, s katerimi se soočamo pri snovni izrabi odpadkov. Velik del njih bi ob ustreznih tehnoloških rešitvah in jasno določenem pravnem okvirju lahko znova vključili v osnovne tokove. Vendar zato potrebujemo sistemske spremembe, večjo prožnost zakonodaje in predvsem usklajeno sodelovanje med vsemi deležniki. Gradbeni odpadki danes predstavljajo največji delež vseh odpadkov v Sloveniji in Evropski uniji. Ko rušimo,
gradimo ali prenavljamo, nastane ogromno materijala. Betona, opeke, asfalta, kovin, lesa. Žal določen del teh morebitnih surovin še vedno konča na odlagališčih. A v resnici vsak kos betona lahko postane podlaga za novo cesto, vsak ohranjen del opeke je lahko del novega doma. In prav tu Life IP Restart naredi pomemben korak. Ne le, da prepozna gradbene odpadke kot vir, temveč tudi razvija konkretne rešitve, kako jih vključiti nazaj v kroženje, ki pa je naj pametno, varno in pa trajnostno. V zadnjih letih se vsi bolj zavedamo, da skoraj vsi tokovi odpadkov skrivajo velik potencial za ponovno uporabo, za osnovno valorizacijo in za razvoj naprednih tehnologij, ki zmanjšujejo vplive na okolje. V današnjem dopoldnevu boste imeli priložnost spoznati vsebino projekta Restart v celoti, pa tudi podrobnosti naše demonstracijske akcije. Ogledali si boste testno polje, ki smo ga pripravili za različne kompozite iz blata, laboratorijski pirolizator in pa objekt mehansko-biološke obdelave, kjer bomo izvajali pilotno kompostiranje s pomočjo učinkovite mikrobiologije. Gre za konkretne primere, kako lahko z znanjem, tehnologijo in pa inovativnim pristopom ustvarjamo rešitve, ki so varne, učinkovite in predvsem uporabne. V popoldanskem delu bo fokus usmerjen na 3 ključna področja: zakonodajni okvir, gradbene odpadke in pa razvoj novih tehnologij. Ta 3 področja tvorijo hrbtenico sistemskih sprememb, ki jih projekt želi spodbuditi. V ospredju bodo aktualni izzivi, predvsem pa možnosti, ki jih Slovenija ima. Seveda, če bomo sodelovali, delili znanje in bili pripravljeni preizkušati nove poti. Spoštovani, projekt Restart nas vabi k sodelovanju, ne le kot projektne partnerje, temveč kot skupnost, ki razume, da trajnostni prehod ni naloga ene institucije ali enega sektorja. To je skupna naloga, je strokovna in je družbeno odgovorna. Vabim vas, da današnji dan izkoristimo ne le za izmenjavo informacij, ampak tudi za povezovanje, za iskanje skupnih točk prihodnjih sodelovanj. V imenu našega javnega podjetja se iskreno zahvaljujem vsem projektnim partnerjem, Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo za vodenje projekta ter vsem vam, ki ste danes tukaj. Vaša prisotnost potrjuje, da verjamemo v skupno vizijo, torej v Slovenijo kot državo krožnega gospodarstva. Želim vam vsem prijeten in pa navdihujoč dan, veliko novih spoznanj, predvsem pa poguma, da tisto, kar danes slišimo in vidimo, tudi jutri udejanjimo. Lepa hvala. Hvala lepa, gospa direktorica, za tele inspirativne besede. Zdaj gremo pa res k prvi konkretni predstavitvi, to se pravi k predstavitvi projekta Life IP Restart. To se pravi, kdo in kaj vse je projekt Life Restart, v kateri fazi je trenutno, kakšni izzivi nas še čakajo do leta 2030, ki je zaključno leto projekta. Vse to bo predstavila vodja projekta Mateja Simčič. Mateja, izvoli. Hvala lepa. Hvala lepa. En lep pozdrav tudi z moje strani v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in v imenu projektne skupine, ki na ministrstvu koordinira ta projekt. Torej, za začetek, kot rečeno, že z Milenine strani, ministrstvo od leta 2022 skupaj s 15 partnerji izvaja strateški projekt programa LIFE z naslovom Povečanje predelave odpadkov v koristne izdelke s pripravo okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji. Na kratko s kratico Life IP Restart. Pa ko smo že pri teh kraticah, tale IP stalno ponavljamo, pa mogoče res vsi, jaz tudi nisem vedela, ko sem prišla delati na ta projekt, kaj koncev ta kratica IP pomeni. Skratka, Integrated Project so pomeni strateški projekt, gre za strateške oziroma sistemske, prispeval naj bi sistemskim spremembam oziroma prispeval naj bi ti Integrated Project prispevajo k izboljševanjem strategij na nacionalni ravni oziroma operativnih programov. V našem primeru gre to za operativni program preprečevanja nastajanja odpadkov in operativni program ravnanja z odpadki, torej gre za 2 združena programa v enega pravzaprav.
Tako da zato s tem namenom pravzaprav je bil tudi projekt v sodelovanju s partnerji razvit, torej da bi pomagal zmanjšati nastajanje odpadkov, pomagal k njihovemu učinkovitejšemu ravnanju z njimi in pomagal zmanjšati količino odpadkov, ki jih je treba odlagati na odlagališču. In hkrati se pravi nekako prispeval k predlogu, k novim izboljšanim ukrepom operativnih programov. Evropa je pred 5 leti sprejela akcijski načrt za krožno gospodarstvo, v katerem je kar nekaj ukrepov za celotni življenjski cikel izdelkov s ciljem, da se naravni viri čim dlje obdržijo v obtoku, da tako nastaja čim manj odpadkov, ki se odložijo in da se s tem seveda zmanjša poraba naravnih virov. No in letos, februarja, pa je Evropska komisija sprejela dogovor o čisti industriji in tem dogovoru pravzaprav napovedala, da bo leta 2026 sprejela akt o krožnem gospodarstvu, se pravi nek tak bolj konkretnejši dokument. Cilj v tem aktu, že v dogovoru je, da do leta 2030 uporabimo kar 24% krožnih materialov, kar je seveda kar velika zaveza oziroma ambiciozen cilj. No in nekako v tem kontekstu teh napovedi na ravni EU je pravzaprav Life Restart zagotovo aktualen projekt in tudi zelo pomemben tudi za Slovenijo. Če grem nekako na kratko skozi glavne elemente projekta, torej ukvarja se z snovno največjim tokom odpadkov, torej gradbenimi odpadki in odpadki, ki nastajajo pri rušenju, poleg teh pa obravnava tudi druge vrste odpadkov, ki nastajajo pri rudarjenju, odpadke iz termičnih procesov ter odpadke oziroma blata z blatom iz komunalnih čistilnih naprav. Vemo, da količine gradbenih odpadkov zelo hitro naraščajo, tako v Evropi kot v Sloveniji in predstavljajo po zadnjih podatkih v Sloveniji že skoraj 3/4 vseh odpadkov. Se pravi, dejstvo je, da na tem področju so nujni ukrepi in spremembe. Se pravi, izhaja torej iz nuje premagovati ovire pri doseganju ciljev na ravni EU in skuša z rezultati podpreti izvajanje, hitrejše ali pa boljše izvajanje ukrepov iz operativnega programa preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. Ta naš obstoječi operativni program je veljaven do leta 2028, no in do takrat bo potrebno program novelirati in pri posodabljanju obeh programov želimo na osnovi rezultatov projekta oblikovati nove predloge ukrepov oziroma nadgraditi obstoječe ukrepe v teh programih z namenom večje krožnosti, zasledovanja principov večje krožnosti. Osredotočamo se na 3 bistvena področja ali pa bolj rečeno pogoje, ki so nujni, da dosežemo vidne premike pri krožnem pristopu predvsem v gradbenem sektorju. To so prva razvoj tehnoloških rešitev, o tej temi boste več slišali po popoldanskem delu. Druga tema oziroma pogoj je seveda zakonodajni okvir in politike na tem področju, ter enako pomembno kot prva dva pogoja pa je ozaveščanje ključnih deležnikov, se pravi delo z ključnimi ciljnimi skupinami. In tukaj je tudi zelo pomembno, da smo uspeli pridobiti vašo pozornost na začetku in upam tudi, da s konkretnejšimi aktivnostmi, da bomo nadaljevanje to sodelovanje poglobili. Za projekt je namenjenih v celoti 17 milijonov evrov, oziroma toliko znaša proračun projekta, od tega Evropska unija preko programa LIFE prispeva 10 milijonov evrov. Cilji projekta so nekako 3. Prvi je razviti 6 demonstracijskih akcij, torej 6 različnih inovativnih rešitev krožne uporabe materialov in jih pokazati oziroma demonstrirati, kako, torej ko bomo prišli do nekih rešitev, kako pravzaprav te uporabljene tehnike, metode delujejo v praksi. Enega od teh, kot smo slišali, enega od teh demo akcij bomo imeli priliko spoznati tukaj na terenu. Drugi cilj je usmerjen v zakonodajne okvire.
Pri izvajanju projekta in z pridobljenimi izkušnjami v tem projektu želimo priti do nekih konkretnejših predlogov rešitev, ki bi v zakonodajnem smislu omogočali pogoje za bolj krožno prakso, predvsem v gradbenem sektorju. Tu seveda ne govorimo samo torej govorimo o zakonodaji z različnih področji, ne govorimo samo o okoljski oziroma specifično odpadkovni, ampak tudi o gradbeni zakonodaji, prostorski, rudarski, konec koncev regulativi na področju javnega naročanja. To nekako je področje, s katerim naj bi iskali rešitve. No in tretji cilj, kot že omenjeno, ozaveščanje in tudi izobraževanje ključnih deležnikov, temu bomo posvetili kar nekaj pozornosti. Mi smo nekako torej opredelili vse tiste deležnike v vrednostni verigi, se pravi od oblikovalcev politik, investitorjev, projektantov do izvajalcev, zbiralcev, predelovalcev odpadkov in tako naprej, gradbenih podjetij do dobaviteljev. Vsi ti akterji želimo, da pridobijo novo znanje, da pravzaprav se usposobijo z temi novimi rešitvami, teh smernicami, da razumejo pravzaprav in da med seboj seveda sodelujejo pri tem, da bi nekako bolj učinkovito uporabljali novo zakonodajo, nove rešitve, tehnologije na tem področju. Partnerji, se pravi, kot že omenjeno, 16 organizacij vključenih v projekt, prihajajo tako iz javnega kot zasebnega sektorja in iz različnih strokovnih področij, iz katerih črpamo specifična znanja, izkušnje partnerjev, da lahko čim bolj uspešno, čim bolj učinkovito dosežemo to, kar smo si zadali. Vodilni partner, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Tukaj v nadaljevanju prikazujem res, ker je teh aktivnosti kar veliko, skozi 9 let se bo veliko nalog zvrstilo. Tukaj prikazujem najprej pripravljanje akcije projekta, ki so nekako bolj ali manj v zaključni fazi. Namreč projekt se je začel 2020, se pravi, da že kar 2 leti in pol traja. S temi pripravljalnimi akcije, kot vidite, oziroma nalogami vzpostavljamo neke skupne podlage za vse partnerje in deležnike in pomenijo pripravo za izvajanje naprej konkretnih ukrepov v nadaljevanju projekta. Potem sledijo izvedbene akcije projekta. Njihovi rezultati bodo prispevali k boljšemu izvajanju ukrepov, kot je to glavni fokus iz operativnega programa ravnanja z odpadki, in sicer ukrepov na področju izboljšanja trajnostnih politik, zakonodajnega okvira, krožnega upravljanja, se pravi governance, mobilizacije finančnih sredstev, dodatnih, ker iz našega projekta nekako se bodo rojevali oziroma izkazale potrebe po nekih novih projektih, za katere seveda je potrebno zagotoviti finančna sredstva. Potem digitalizacija procesov ravnanja z odpadki, pomembno področje, pa naprimer do tehničnih smernic, se pravi, da bodo najboljše razpoložljive tehnike in postopki bodo predstavljeni potencialnim končnim uporabnikom v obliki sklopa nekih smernic, ki bodo v bistvu delovale kot priročnik za nadaljnje usposabljanje ciljnih skupin. Več aktivnosti je namenjenih usposabljanju javnega sektorja in javnih odločevalcev v krožnem gospodarstvu. Posebna akcija je namenjena tudi izobraževanju deležnikov v zasebnem sektorju. No in na koncu še v akciji inovativni modeli in inženirske rešitve za predelavo odpadkov bomo skušali pokazati, kako se lahko pristopi sistemskega inženirstva izvajajo v celotnem življenjskem ciklu snovnih tokov, kar med drugim vključuje načrtovanje, gradnjo in obratovanje stavb oziroma infrastrukture. Potem so tu, torej znotraj teh izvedbenih, teh 6 demonstracijskih akcij. V njih bomo partnerji s sodelovanjem in pač vsak svojega področja, strokovnega področja, razvijali pilotne rezultate in te pridobljene inovativne rešitve prikazali na različne načine,
prav tako skozi neke strokovne članke, na predstavitvah na terenu, na različnih strokovnih dogodkih v okviru, kot rečeno, tehničnih smernic in potem seveda v raznih oblikah usposabljanja. Prva demonstracijska akcija se ukvarja z proizvodnjo umetnih zemljin, ki se bodo uporabila za kakovostno revitalizacijo degradiranih območij v neka funkcionalna zemljišča, torej da bo lahko pač na njih nekaj na novo raslo oziroma živelo. No, v primeru naše akcije bosta to dva kamnoloma, ki bosta na ta način sanirana. Zdaj niso še dokončno definirane lokacije teh kamnolomov, oziroma so, ampak se še pač postopki peljejo za dokončno potrditev. Druga se ukvarja, v drugi akciji bomo na primeru Ptujskega jezera, tam bo potekal razvoj, oziroma že pravzaprav začetna faza že začela, procesa stalnega odstranjevanja mulja in njegove predelave v gradbene materiale. Določena bodo merila za obdelavo rečnih sedimentov v kompozit, te kompozite naj bi pač uporabljali za izgradnjo protipoplavnih nasipov. Tukaj, če vas bo kakšna akcija bolj podrobno zanimala, seveda so partnerji tisti, ki lahko v tem popoldanskem delu oziroma v času za druženje vam z veseljem ponudijo dodatne informacije. Potem imamo akcija 3, ki je namenjena preprečevanju nezakonitega odlaganja. Na primeru Mestne občine Maribor bo spodbujala odgovorno obdelavo odpadkov, ki jih pač ljudje po rušenju svojih objektov nekako kar zavržijo v naravo. Naslednja demo akcija obravnava gradbene odpadke in odpadke iz rušenja objektov v mestnem okolju. Prav tako se torej dogaja v občini Maribor oziroma podjetje Nigrad, tam zgradi center za pripravo za ponovno uporabo odpadkov v Dolgošah pri Mariboru. Tukaj sta že v teku revitalizacije degradiranega območja in proizvodnja izdelkov na osnovi sekundarnih surovin. Potem imamo 5. akcijo, cilj je pridobivanje sekundarnih surovin na industrijskih odlagališčih in cilj je razviti celotni postopek naprednega rudarjenja na primeru odlagališča metalurških odpadkov Vrhe. To zajema odkopavanje odloženih odpadkov na aktivnem delu odlagališča in recikliranje odkopanih surovin, tako da bo možna njihova nadaljnja uporaba v metalurškem in v gradbenem sektorju. No, in potem imamo še zadnjo, torej recikliranje komunalnega blata in pridobivanje kritičnih surovin. Kot rečeno, v nadaljevanju bolj podrobno predstavljena strani Tanje Bagar, tako na terenu kot najprej tukaj na predstavitvi. Torej, če gremo zdaj še na zadnji zaključni del, kot že rečeno, pomemben del projekta je sodelovanje s ključnimi deležniki. Za hitrejši prehod okoljskih inovacij oziroma novih tehnologij v prakso je poleg večjega investiranja v tehnologijo oziroma v nove tehnološke projekte prav tako zelo pomembno investiranje, v ljudi, se pravi sodelovanje z deležniki. No in nekako z mislijo na boljše učinke projekta smo se osredotočili bolj na omejen obseg deležnikov, ker teh je veliko in tudi če gre za 9-letni projekt, če hočemo doseči neke premike pri spremembi zavedanja in razumevanja krožnega pristopa, smo se odločili, da se fokusiramo skratka na najpomembnejše. To pa so gradbena podjetja, nosilci večjih javnih investicij, ministrstva pristojna za relevantno zakonodajo in pa seveda partnerji. No, s temi skupinami bomo pač bolj intenzivno sodelovali na različne načine, vključevali v načrtovane aktivnosti, kot so predstavitve rezultatov, razni strokovni posveti, seminarji, sestanki, tudi 1 na 1, mreženje, intervjuji, raziskave javnega mnenja in tako naprej.
Skratka, spremembo nekako miselnosti od linearnega proti krožnem in dejanskega ravnanja v bistvu teh skupin, teh deležnikov, lahko namreč res pričakujemo neke konkretne premike v želeno smer. No, na koncu, kot omenjeno, imamo 6 demonstracijskih akcij, vsaka od njih se ukvarja s posameznimi tokovi odpadkov. Rezultati teh demo akcij in pa skupaj s razširjanjem teh rezultatov in prenosom ne bi prispevali doseganju učinkov projekta do leta 2030. Pri doseganju teh učinkov so tukaj navedeni, računamo tudi na sodelovanje s komplementarnimi akcijami drugih sorodnih projektov, ki potekajo istočasno, tako da bo torej doseganje teh številk zelo odvisno od poteka samega projekta in seveda pa tudi od zunanjih vplivov, tako da se lahko torej tekom tudi zadeve še prilagajajo. Ampak kljub temu pač cilj, proti kateremu smo usmerjeni, je to. Na konec samo še povabila k spremljanju naše spletne strani projekta, na katerem so že tudi bolj podrobno predstavljene akcije in ostale, tukaj sem se tukaj samo navedla, omenila. Tukaj bomo tudi sproti objavljali konkretne rezultate naših aktivnosti v celoti, pa seveda nas spremljate na družbenih omrežjih. Tam smo zaenkrat še bolj malo aktivni, ampak bomo v nadaljevanju bolj. To je z moje strani, zahvalila bi se vam za pozornost, za kakšno vprašanje sem na voljo, ali zdaj ali pa potem kasneje. Hvala lepa, Mateja. Mogoče samo minutko, a se je komu izmed vas v dvorani že zdaj pojavilo kakšno vprašanje, konkretno za Matejo? Časa bo še dovolj, čez cel dan, če ne, bi šli naprej s predstavitvami. Kakšno vprašanje mogoče zdajle? Če ne, hvala lepa, Mateja. Na oder vabim Tanjo Bagar, ki bo predstavila danes že ene parkrat omenjeno demonstracijsko akcijo. Docentko dr. Tanjo Bagar, zaposleno na javnem podjetju Cerop, vodjo raziskav pravzaprav in razvoja. Gospa Bagar, kar izvolite, če je predstavitev pripravljena, bi bilo... Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem Tanja Bagar, sem vodja raziskav in razvoja na Ceropu. To se sicer tako lepo sliši, v praksi pa pomeni, da večinoma jezim svoje sodelavce, ker si konstantno nekaj novega zmišljujem, tako da ni tako lepo zveneče. Tema mojega današnjega predavanja je, torej, kakšni so trenutni izzivi z blati iz komunalnih čistilnih naprav in kje vidimo priložnosti in tudi to, kar konkretno na Ceropu že delamo. In kratko bom opisala tudi te akcije, ki si jih bomo na terenu ogledali, ker nas je kar nekaj, pa nisem dovolj glasna, da bi me na zunaj vsi slišali. Torej, če začnem s tem, kaj sploh je blato iz komunalnih čistilnih naprav. Torej, to je schematski prikaz čiščenja komunalnih vod, kjer imamo več različnih faz čiščenja in ena izmed teh faz vključuje ponavadi enega do tudi več bazenov z, kako bi rekli, z biologijo. V bistvu so v resnici tam seveda mikroorganizmi. Jaz sem po osnovni izobrazbi mikrobiologinja in na našem planetu se nič kaj pametnega ne zgodi brez mikrobov. Tudi mi se ne zgodimo brez mikrobov. V naravi bi preživeli brez mikrobov, sterilni, manj časa kot brez kisika. Tako da zelo so pomembne. No in ti biološki bazeni so torej primarno bakterije, ki izvajajo nitrifikacijo, denitrifikacijo in te bakterije se shranijo z čudo snovmi, ki jih mi pač odplaknemo iz naših hiš in iz naših stanovanj. In to v bistvu, ker so za nas odpadki, so za bakterije hrana in zato, ker te bakterije rastejo, pridno se hranijo, seveda je tega te snovi v bioloških bazenih če dalje več in jo moramo odstranjevati. In to je v praksi mulj. In ko pač te bakterije svoje pridno popapcajo vse, imamo mi nek višek tega mulja, ki ga potem odstranjujemo in načeloma ta mulj se smatra kot odpadek, ponavadi se naredi ocena odpadka in takšne mulje potem mi dobimo na Cerop za nadaljnjo predelavo. Nekateri ga recimo še dodatno dehidrirajo, nekateri ne. In to je v bistvu to, kar pride recimo na naš center. To je primer mursko-soboške čistilne naprave,
Seveda te velikosti pa kompleksnosti so odvisne, ali gre za industrijsko vodo, ali gre za kakšne majhne ruralne čistilne naprave, ali pa recimo, kot je ta primer, za neko urbano čistilno napravo. Torej, ne glede na to, ali imamo opravka z industrijo, z urbanim okoljem, ali recimo, kot je primer pri nas, kjer imamo kar veliko majhnih občin, kjer so primarno ruralna, imamo tudi kar nekaj blata iz čistilnih naprav iz takšnih majhnih čistilnih naprav. In glede na to smo jih mi tudi razdelili, pa glede na oceno odpadka, ki ga dobimo nekako, ne glih kategorije, ampak nekako na to, ali so industrijske in vidimo v oceni odpadka, da je kar nekaj onesnaževal, težkih kovin in podobno, ali so iz industrij, kjer je prav tako, bi rekla, neka srednja vrednost teh onesnaževal, ki jih ne želimo recimo kasneje, kjer jih želimo imobilizirati ali pa nekako odstraniti, ali pa recimo blata iz komunalnih čistilnih naprav, ki so iz ruralnih območij, kjer so načeloma, kako bi rekli, še najbolj čista, ne? Čeprav so pač blata. In v Sloveniji nekako je teh muljev čedalje več. Tako približno jih nastane 40 000 ton suhe snovi, in ker so mulji so precej imajo visoko vsebnost vlage, tako da to minimalno krat 2 treba pomnožiti, ko računamo, koliko transporta je potrebno za to. In kljub temu, da so tehnično odpadek, ne, je v njih kar veliko surovin, ki jih v bistvu v naravi iščemo. Med njimi je tudi fosfor, ki je razglašen v Evropski uniji, pač na svetu kot kritična surovina. In torej, če kemijsko pogledamo, kaj torej ta mulj je, ta procent vlage je seveda spremenljiv. Se pravi, če pogledate, tam so proteini, ogljikovi hidrati in lipidi, ne, praktično vse, kar mi pojemo, vsaj en del pristane v naših odplakah in posledično pri teh mikroorganizmih, ki to pridno za nas razgrajujejo. In imamo tukaj kar nekaj elementov, recimo ogljik, fosfor, ki v bistvu želimo nazaj vrniti v te snovne zanke. Kaj se trenutno dela z muljem? Večina slovenskega mulja se čezmejno premešča in gre na sežig. Ponavadi monosežig ali sosežig, in iz tega pač dobimo nekaj energije in neke pepele, ki potem imajo potencial, da določene surovine še z njih izvlečemo. Nekateri se poslužujejo tudi termične obdelave brez prisotnosti kisika, tako imenovano pirolizo, kjer pač tudi dobimo nek trden ostanek pa nekaj energije, s katerim potem lahko tudi naprej potencialno ravnamo. Te 3 akcije, ki bomo, oziroma načine obdelave mulja, ki bomo jih mi danes videli na terenu, so prvo kompostiranje mulja. Mi smo se odločili, da tiste res najbolj čista blata, čeprav malo smešna besedna zveza, ampak kljub temu, ne, bomo poskušali kompostirati. Dodajali bomo specialni, zanimivi miks mikroorganizmov, kako izgledajo, si lahko tam zunaj pogledate. To so takšne tekočine 80 različnih mikrobnih vrst, ki znajo zelo različna onesnaževala razgrajevati, narediti fosfor bolj topen, organsko snov razgrajevati. In namen te pilotne akcije je ugotoviti, ali lahko po takšnem kompostiranju to, kar nastane, ustreza, kateremu razredu komposta bi ustrezalo in kakšno potencialno uporabo kot izboljševalec tal bi lahko imelo. Drugo bomo se sprehodili na vrh našega hriba, na zaprti del odlagališča. Tam smo pripravili testno polje za gradbene kompozite. In tretjo bomo si pogledali laboratorijski pirolizator. Ustvarjalci tega pirolizatorja so danes tudi z nami, pa bomo še tam malo več povedali, kako to deluje. Zelo space izgleda. Če pogledamo torej to kompostiranje, pri tem smo že kar nekaj stvari naredili smo kar nekaj preliminarnih poskusov. Teh mikrobnih združb obstaja kar veliko različnih vrst in smo jih kar nekaj sprobali, ugotovili, katere najbolje odstranjujejo recimo Escherichia coli, ki jih je od bakterij največ v teh muljih, katere recimo učinkovito znižajo pH, ker želimo bolj fermentacijo kot ne, kje dobimo največ laktobacilov, ki so tisti, ki so recimo v jogurtu, pa bi jih tudi želeli več imeti pri sebi pa v naravi. In tako smo prišli do določenega miksa teh bakterij, ki so najbolj ugodni za naš pilotni poskus. Kar tudi želimo je, običajno kompostiranje poteka
termofilno, kar pomeni pri visokih temperaturah. Če pa imamo specifičen miks bakterij, pa lahko to temperaturo vsaj malo znižamo in v bistvu s tem, da malo znižamo, lahko imamo bistveno manjše izgube ogljika, pa bistveno manjše izgube dušika in to sta pač elementa, ki jih načeloma želimo obdržati in nikakor ne pač spuščati v okolje. Tako zgleda to, kar bomo videli v mehansko-biološki obdelavi. To so takšne top-tex tekstili. 2 vreči smo napolnili, eno smo položili horizontalno, eno pa vertikalno. V njih bomo merili temperaturo in po približno 12 do 14 tednih bomo to, kar bo tukaj nastalo, poslali na analizo in potem ugotavljali, kaj še naprej lahko počnemo. Drugi del je, torej bomo videli testno polje. Tam je že vgrajen en gradbeni material. Tekom projekta bomo v sodelovanju z Agom razvili še vsaj 2 gradbena kompozita. Tukaj vam svetujem, da jih ne tipate, pa ne probate stopiti, ker še niso dovolj čvrsti za to, da bi se lahko hodilo po njih, tako da gledamo samo. Ta tretji je pa torej pirulizator. Tako nekako zgleda ta pirulizator in ta se dotika ravno tega tretjega aspekta, torej da bi lahko mulje predelali temperaturno, brez prisotnosti kisika, iz njih pridobili torej nekaj energije in predvsem oglje, ki bi potencialno bilo uporabno za ali ekstrakcijo fosforja ali za to, da bi jih vračali nazaj na obdelovalne površine in predvsem shranjevali ogljik v tleh. Torej, načeloma nekako pridemo iz tega, da iz blata iz komunalnih čistilnih naprav poskušamo ali dobiti neke izboljševalce tal, ali nekako pridobiti vsaj nekaj energije, ali pa neke gradbene kompozite. Mi tukaj smo najbolj, mislim, jaz sem najbolj navdušena nad tem, da bi lahko vračali nekako obdelano ali ustrezno obdelano nazaj v tla. Pomurje je nekoč veljalo za žitnico Slovenije, še zdaj ste najbrž, ko ste se peljali, videli ogromno obdelovalnih površin in naša tla so precej že izčrpana po 10 letih intenzivnega kmetijstva in zdaj že vemo, da brez zdravih tal ni zdrave hrane in ni zdravega človeka, tako da primarno gledamo na to, da bi našli načine, kako bi vsej en del tega vračali nazaj v tla. Torej, naše razmišljanje temelji predvsem na tem, da bi našli neke krožne prakse, da bi se premaknili iz tega, da se prestavimo čez slovensko mejo in pozabimo, da smo nekaj ustvarili, ampak da to, kar nastaja v Sloveniji kot pač posledica naših dejavnosti, s tem gospodarno zaokrožimo in po možnosti tudi lokalno uporabimo. Tako da, to je to z moje strani. Super, hvala lepa. Tanja, hvala lepa, izjemno fajn predavanje. Zdaj le mogoče kakšno vprašanje tukaj le v dvorani za Tanjo. Veliko možnosti bo zdaj le na terenu, ko boste šli z njo. Se pravi, točno, odpravljamo se na teren. Aha, pardon, vprašanje. Ja, kar, izvolite, gospa. Super predstavitev, hvala. Eno vprašanje, tako polno entuziazma, to mi všeč. Eno vprašanje bi sem imela, kdaj bojo vse te aktivnosti, verjetno imate neko časovnico, mislim, kdaj bojo prvi znani, pustimo tako reči, kdaj bojo prvi znani taki rezultati, da bomo vedeli, ali pač gremo lahko prvo, drugo, tretjo smer, glede na to, da so 3 pač aktivnosti, katero ni za to. Se pravi, v kakšnih 5 mesecih bomo imeli rezultate od kompostiranja. Tako da bomo to lahko povedali. Te gradbeni kompoziti so malo daljši projekt, zato ker se jih na daljši rok tudi spremlja, kaj se dogaja z njimi, ker so izpostavljeni vremenskim pogojem in podobno. To bo mogoče Zak malo več znal povedati, kdaj bomo lahko. Od pirulize pa po moje se lahko prve rezultate obetamo konec leta. Pirulizator je že tukaj, pa bomo delali pač te laboratorijske poskuse in tudi sodelujemo s strojno fakulteto, ki bo analizirala te produkte pirulize in bomo videli, kaj pač torej eno čez 5 mesecev, recimo eno pa konec leta. Pa znam še eno vprašanje, če ne gledam. Koliko imate dejansko blata, ki je pač blato kot pustva izrazu, čisto blato, blato, ki je lahko bilo primerno za kompostiranje? Tako, ker jaz vem, pač v Sloveniji zelo malo procentov. Ja, tako v Sloveniji gledano zelo malo, ampak ne, mi smo dokaj specifični, imamo eno večje mesto, pa eno industrijo, sicer pa je vse ruralno, tako da jaz bi rekla, kaj 4000 ton. Pri nas bi bilo takšnega mulja, ki bi bilo primerno za kompostiranje, če se to izkaže kot dobra strategija. Hvala lepa.
Zdaj gremo torej na teren, na ogled teh 3 točk. Predlagam, da se zberete zunaj, sledili boste Tanji Bagar, ki vas bo vodila. V reaktor date material, ven pa dobite najprej pirolizne hlape, ki se potem kondenzirajo v pirolizno olje in ostanek je pa sintezni plin in pa kot ostanek, kot trda frakcija. Zdaj, odvisno od materijala, kaj daste noter, dobite tudi različne rezultate ven. Vse pa deluje v popolni odsotnosti kisika. Torej v celem sistemu noter ni nič kisika, vse je v inertni atmosferi prepihano z plinom dušik. Ta stroj je v bistvu prvi, ki smo ga naredili na ta način, je popolnoma avtomatiziran, deluje po vašem receptu, torej noter date recept, želene temperature, želene čas, kako dolgo je izpostavljen, tudi tlak lahko regulirate in potem v bistvu zaženete proces. Proces traja ponavadi od 3 do 8 ur, kar želite. Stroj se potem sam po opravljeni procesu do konca se ustavi, gre v fazo mirovanja in pa potem ohlajanja. Tako da v bistvu ni potrebno človeške posadke imeti skozi prisotne. Je zelo, zelo robusten sistem, ima 3 varnostne sisteme, tudi v primeru izpada električne energije v procesu noter, tudi v primeru zamašitve kakšne glavne plinskega voda, v bistvu ima poti, ki varno spravijo pirolizni plin na prosto. Zdaj, pirolizno olje se da predelati potem ali v sintezna pogonska goriva, ali pa potem nazaj v osnovno surovino plastični granulat, kjer se da predelati, ponovno potem uporabiti. Sintezni plin pa lahko se uporabi za proizvodnjo elektrike preko motorjev z notranjim izgorevanjem ali pa plinskih turbin. Ogljik, ki pa ostane, se pa lahko spet porabi kot osnovni, recimo gradbeni primes, recimo gradbene ostanke, odpadke noter, ali pa kot samostojno gorivo. Zdaj tukaj na sprednji, recimo mali polički, imate nekaj vzorcev iz različnih šarž, ki smo jih upravili noter. Tudi pripravljeno je bilo že šarža iz 50% blatom iz komunalnih čistilnih naprav in pa potem ostanek, ki ostane potem v reaktorju. Prehodili mimo več faz odlagališča. Tam, kako ste videli, da je še prazno, pa so folije, to je prazen del odlagališča, ki ga ima pač CEROP še na razpolago. Potem tam je aktivni del odlagališča, kjer vidite, da ta voda šprica. To je pa v bistvu zaprti del odlagališča, tako da tukaj je tudi odlagališče spodaj. In tukaj, kako sta levo pa desno, te betonski bloki. Tukaj smo učvrstili pa v skladu z navodili ZAGOM pripravili teren za ta kompozit. To je se pravi mešanica mulja iz čistilnih naprav in pepela iz VIPAP-a. In to se zmeša v določenih razmerjih, malo je odvisno od procenta vlage v muljih. In če pogledate na tisto stran, tista zeleni visok dimnik, tisto je bakom naprava, ki jo že zdaj pač uporabljamo za to, da delamo kompozit ceropit, kjer se meša, se pravi v tej dimnik zgledajočo stvar damo pepel, v tisto, kar je silos, ne? Tako kot silos, potem pa damo v tisto, kar je ta kenzalogovnik mulj in je en takšen polž, ki meša ta mulj in blato iz čistilnih naprav in prije kompozit. Za tega imamo izdani STS strani ZAGA za to, da je primeren kot vodoneprepustna plast za zapiranje odlagališč. Tako da nekaj podobnega je tukaj vgrajeno. Temu bojo sledila pa še 2 takšni podobni polji, kjer bomo pa preizkušali nove kombinacije. Malo bomo videli, ali bomo dodali pepel, da se oglje, da se določene onesnaževala vežejo v oglje, pa se ne izlužujejo v okolje.
ali bomo dodali še kaj. V glavnem radi bi dosegli neko spodobno mehansko stabilnost, vodoneprepustnost, pa predvsem to, da se ta onesnaževala ne bi izpirala v okolje, da bi bil ta material uporaben recimo tudi v okoljih, kjer nimajo čiščenja izcednih vod, kot recimo odlagališča. Ta polja bojo približno, mislim, 5 let, pač do 2030 bojo tukaj. Zak bo spremljal lastnosti teh gradbenih materialov, tako da bomo videli, kaj pač tudi takšni pogoji naredijo tem kompozitom. V glavnem išče se neke kombinacije, ki bojo dale širšo uporabnost tem kompozitom iz muljev. In nekako predvidevamo, da za to uporabo bi bile recimo tudi urbane čistilne naprave iz urbanih območij primerne, ker vseeno opazili smo tudi, pa tudi Zak je zmeril, da se relativno malo snovi izložuje, tako da mogoče industrijske ravno ne, ker se vseeno nekaj pa izložuje, bi pa recimo urbane čistilne naprave bile primerne za neko tako aplikacijo. Mulj iz teh majhnih čistilnih naprav, tu je spetanjec in tam so tisti efektivni mikroorganizmi in to zmešamo in napolnimo v tej vreče, ki so tako se obnašajo kot pač Gore-Tex, neke pline prepuščajo in zdaj bomo jih tako pustili, se pravi 12 tednov predvidevamo, merili temperaturo in te poslali na analizo, pa videli, če ta kompost, pač ta fermentirana biomasa ustreza temu, kar bi potencialno lahko šlo nazaj na kak izboljševalec tal oziroma organsko gnojilo. Tako da tukaj bomo to izvajali, ker tudi vse izcedne vode od tukaj grejo na čistilno napravo, tako da pač ne vplivamo na nič okoljskih dejavnikov. Glih prednost teh efektivnih mikroorganizmov, pa ki jih je tukaj različnih mikrobnih vrst, je tudi to, da ni treba premešavati, ker načeloma, ko kompostiramo, klasično kompostiranje se v teh tunelih tukaj dogaja, je treba kar intenzivno prepihovati, premešavati, ogromno enih fizičnih ur. Pa energije, ne? Ja, traktorov je to, oziroma pač teh nakladačev je to. Tukaj pa, ko smo zmešali s temi mikrobi, ker eni so fotosintetski celo, čeprav tukaj so skriti, ampak eni proizvajajo, eni porabljajo, pač napravijo takšne pogoje, da je relativno malo treba fizičnega premešavanja teh muljev, tako da načeloma predvidevamo, eno vrečo bomo kar pustili, pa jo ne pretikali, pa gledali, kaj se dogaja. Eno bomo vmes premešali, malo bomo pustili različen čas, predvsem tudi ponavadi v klasičnem termofilnem kompostiranju nam je glavni znak, kako proces teče, seveda temperatura. In ko ponavadi se temperatura pač dvigne zaradi, ko je ustrezna vlaga, pa ustrezno razmerje dušika, pa ogljika, se to tako samo zgodi, pa se začne segrevati, pa ta termofilna faza poteče in po nekaj dneh temperatura samodejno pade in te znaš, ko je higienizacija ustrezna, ko je proces ustrezno potekel. Tukaj pri muljih pa pač ne vemo, kako bomo se temperaturno obnašali, zato bomo tudi različne pogoje sprobali, pa enostavno videli, kaj od tega ustreza temu, ko dobimo nek uporaben, ne vem, kaj bomo temu sploh rekli, nekši fermentativni proizvod. Ko smo to opolnili, so naši delavci komentirali, da to tako diši kak kislo zelje, da ko so mislili, da bo strašno grozno, pa tako so se otepali, kdo bo tu poleg, pa so ugotovili, da je to v bistvu čist zelo človeku prijazno. Na govornici je že bila naša seveda naslednja govorka iz prvega od 3 PPT-jev, to je generalna direktorica Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Tanja Boltep, ki jo kar prosim, če pride na govornico. Za njo bosta pa 2 predstavitvi še 2 naših projektnih partnerjev, to je Deltaplan in pa Zavod za gradbeništvo. Tanja, kar lepo prosim. Hvala. Najlepša hvala, Milena. Hvala najprej ekipi, pa seveda celo Puconci za uspešno, bom rekla, današnje srečanje. Hvala vsem, ki ste prišli, tako da hvala res za gostitelj, odlično kosilo. Ne, priznam, tako da
Super. Tako da hvala pa tudi ekipi, da je pač skupaj z vami to pripravila. Jaz bi rada pač na kratko predstavila izboljšavo zakonodajnega okvira ravnanja z odpadki. Sprehodila bi se čez Zakon o varstvu okolja 3, ki ga pripravljamo in ki je bil že enkrat v javni obravnavi. Mogli smo čakati tudi druge zakone, ki se navezujejo na zakon, zato smo si pač vzeli malo več časa, kajti mora biti pred našim zakonom ZVO-3 sprejet najprej podnebni zakon, ki naj bi bil naslednji teden na vladi, in pa še sprejeti mora biti zakon o gospodarskih javnih službah. Ne me zdaj ime vprašati, ker ni naš zakon, ampak je zakon VNVP-ja, ampak glede vod, pitne vode. In te dva zakona sta vezana na ZVO-3, zato sta morali iti pred našim zakonom naprej. Tako da zdaj smo mi na vrsti, upam, da pač gremo konec aprila v ponovno javno obravnavo enomesečno, kajti prenašamo tudi v celoti, ali pa upam, da v celoti uredbo IED, ki jo v prvi javni obravnavi ni bilo. IED uredba se bolj tiče večjih industrijskih objektov, ampak kljub vsemu prenos je drugo leto, in ker je drugo leto že skoraj tu in da ne bomo pač, bom rekla, tega roka, ki je za transpozicijo v naš pravni red zamudili, smo se odločili, da smo si vzeli še nekoliko več časa in pač to uredbo prenesli. Zato mora biti sedaj enomesečna javna obravnava, tako da bomo to ponovili v vmesnem času že medresorsko apeljali, kajti želja je, da bi zakon bil sprejet v tem mandatu vlade, se pravi v letošnjem letu. Zdaj sem naredila malo daljši uvod, tako da prehodila bom se čez Zakon o varstvu okolja 3, potem nekoliko bi se dotaknila uredb, ki nastajajo glede prenehanja statusa odpadka. Sprehodila bi se tudi čez, oziroma se bom, čez evropske direktive, malce ne toliko na gradbene odpadke, ampak mogoče malce, da vam dam pregled, kaj se dogaja na evropski sceni in kaj je sprejeto, kaj se bo sprejemalo in kaj se napoveduje. In pa v zadnjem delu še se rahlo dotaknem direktive o tleh, ki se tudi sedaj v zadnjem trialogu pač že se sprejme, kaj se bo dotaknilo zelo kratko, ker vas tem ne bom bremenjevala, in pa malo bi se pohvalili radi na koncu tudi glede sanacije, ki jih izvajamo na ministrstvu in katere smo že uspešno izvedli in kaj nas še čaka. Tako da to je nek tak zelo okviren pregled. Si pa žgala? Na desni strani? Hvala. Dobro. Zakon o varstvu okolja. Najprej bi rada to povedala, da je že veljavni zakon o varstvu okolja 2 je že na področju odpadkov, bom rekla, znatno več pozornosti pri ravnanju z odpadki dal ali pa poudaril kot zakon o varstvu okolja 1. Seveda se s tem tudi nadaljuje v zakon o varstvu okolja 3. So pa neke ključne spremembe, ki se mi zdi, da pač tudi vas se tiče, oziroma saj veliko vprašanj na to temo dobivamo, in sicer izključna lastninska pravica. Če vsi veste, da je bilo zakon o varstvu okolja 2, da nisi mogel pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ukoliko nisi bil lastnik. To sedaj črtamo, tako da pač v novem zakonu o varstvu okolja 3 tega ne bo več, tako da boste lahko pridobili dovoljenje, kljub temu, da ne boste lastniki pač mislim, da je bila izključna lastninska pravica na nepremičninah in na premičninah potrebnih za opravljanje te dejavnosti, sedaj se to črta. Vsi vemo, zakaj je pač takrat prišlo to v zakon o varstvu okolja 2, ampak smo sedaj poskušali z drugimi, z drugimi prijemi, kot so stečaj, stečaj predvsem, nekako to pokriti, no, in mislimo, da bo bolj učinkovito, kot pa pač ta zahteva, ki je bila dana in ki je pač povzročala tudi veliko, bom rekla, slabe volje na drugi strani, predvsem tisti pri teh, ki so pridobivali dovoljenja in pač so bile dejansko zavrnjeni, ker pač tega ključnega pogoja niso izpolnjevali. Glede trgovcev z odpadki in posrednikov z odpadki je tudi predvidena ureditev, da trgovci in posredniki ne morejo imeti odpadkov v fizični posesti, kot to določa veljavni zakon o varstvu okolja 2. To je bilo tudi malce v nasprotju z direktivo in z uredbo. Potem je pa glavna ključna novost glede določbe v zvezi s prenehanjem statusa odpadka. In sicer ta določa, da odpadku preneha status odpadka, če so merila za enotno uporabo pogojev za prenehanje statusa odpadka predpisana z izvedbenimi predpisom EU, v primeru, če predpisa EU ni, pa je predpis na nacionalni ravni. In ga določi vlada. Tako da pač mi vsi vemo, da je bilo kar nekaj, bom rekla, da je komisija predpisala že kar nekaj predpisov, ki so določena merila za uporabo pogojev za prenehanje statusa odpadkov. Direktiva odpadki daje podlago za oblikovanje meril za prenehanje statusa odpadka za odpadno železo, jeklo in aluminij, trenutno odpadni baker, odpadno steklo, sredstva za gnojenje.
Poleg tega pa komisija še pripravlja merila za prenehanje odpadka za sledeče tokove odpadkov: odpadna plastika, odpadni tekstil, odpadna guma, gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov ter odpadni papir in karton. To pa pač komisija to pripravlja, tako da ta merila bo seveda potem tudi neposredno veljavna pri nas. Za tiste tokove odpadkov, ki jih pa merila ne pripravlja na evropski ravni, pa seveda država članica tista, ki pač na svojimi predpisi predpiše. In zato v pripravi pripravljamo, to sem že večkrat povedala in upam, da bo res v javni obravnavi v tem mesecu še, oziroma vsaj v začetku meseca maja, in sicer predpis, ki bo določal merila za prenehanje statusa odpadka za materiale, pridobljene s predelavo odpadkov mineralnega izvora, ter predpis, ki bo določal podrobna merila za enotno uporabo pogojev, ki mora biti izpolnjeni, da zemeljski skop, ki nastaja pri gradnji viških materiala mineralnega izvora, štejemo za stranski proizvod in ne za odpadek. Te trije predpisi uredbe so bile usklajevane kar nekaj časa že, usklajevanje z vsemi ključnimi deležniki, ker vemo pač, da je to kar ena taka zadeva, ki jo pač treba tudi razumeti, oziroma da je pač, bom rekla, tudi strokovno zelo zahtevna. Tako da mislim, da smo zdaj prišli do statusa, da smo uskladili vse z drugimi deležniki, kot so bili tudi Zavod za gradbeništvo, je sodeloval pri tem, gospod Primož, mislim, sodeloval bi tudi na drugi strani, tako da vem, da potem, ne vem, Ministrstvo za infrastrukturo, direkcije in tako naprej. Tako da zdaj upam, da bo to šlo v javno obravnavo. Vem, da imamo še nekaj stvari samo glede določb, ker so pač določene dovoljenja že podeljena in moramo pač to videti, kako bi morali ta dovoljenja potem spremeniti. Tako da tukaj zdaj še nekaj manjka, potem pa upam, da pač bo to v javni obravnavi in da pač bo to tudi en delež, kjer bo pač jasno določeno, kdaj preneha status odpadka in tudi s tem administrativne ovire pač nekako skrajšano, oziroma administracija pa dovoljenji pa tako naprej. To prvi del sem po pomoti je še enkrat napisan. V prelogu, se pravi, črtana je določba za prenehanje statusa odpadka v case by case primerih, kajti lahko rečem, da smo imeli tukaj zelo veliko težav, predvsem pri uradnikih in pa pri dovoljevanju, dovoljenih, kajti tega ni predpisanega, uradniki so se zelo težko odločali ali pa, mislim, pač case by case, vsak primer za sebe, tako da pač je potrebno neka merila imeti, da lahko tudi uradnik na podlagi meril nekako enotno za vsak primer na enak način pač določi, kdaj se preneha status odpadka, kdaj ne. V ZVO je dodan tudi nov člen, ki se nanaša na čezmejne pošiljke odpadkov. Tega smo pač uskladili skupaj z inšpekcijo, ki daje tudi dovoljenja za čezmejne pošiljke odpadkov, ker vemo pač, da so tukaj tudi določene težave glede dovoljenj, in sicer glede vodenja upravnega postopka in pa izdajanja soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov, ki pa odstopa od pravil splošnega upravnega postopka. Ter daje tako tudi pooblastilo vladi za izdajo podzakonskega predpisa v zvezi s pošiljkami odpadkov. Tako da to so to ključne stvari, ki pač se tičejo odpadkov, bom rekla drugače, zelo na kratko. V zakonu je predvsem novo poglavje v preteklosti onesnažena območja, povsem novo, kajti to se nanaša na sanacije, ki bom tudi v zadnjem delu predstavila na kratko, potem bistvena sprememba stečaja, vse novosti glede direktive o zraku, ki je pač nova direktiva in jo prenašamo, delno tudi za tla, se pravi, so standardi kakovosti okolja nekoliko okrepljeni s temi pač določbami, nekaj spremembe pri okoljski škodi, predvsem glede zavarovanj, in pa, kot sem rekla, glede dovoljenj in pa uredba JED, tako da pač kar nekaj novosti, tako da vabljeni k javni obravnavi, ki bo ponovno pač nekje v 25.4. bi želeli dati pač v javno obravnavo, tako da pač vabljeni in pač podajte pripombe, upam pa, da bo ta zakon tudi vam v podporo, oziroma mislim, da bo nekako pospešil tudi nekatere stvari, no to je pač želja tudi pripravljavca vsekakor. Zdaj, če gremo malce na evropsko zakonodajo, Evropska komisija je s temi novimi akti, pa direktivami ali pa uredbami, pač različno, nekatere so direktive, nekatere so uredbe, ki so neposredno veljavne v našem pravnem redu, spremenila nekako celoten koncept, kako naj rečem, glede na odpadke, ker je pač prinesla tudi neko novost v naše razmišljanje, pa predvsem v naš sektor za ravnanje z odpadki. Sicer vsi zajemajo celoten življenjski cikel proizvoda in to je bistvena novost tudi za nas bila, kar pomeni velika kompleksnost, kar pomeni zahtevnost, predvsem medsebojnega medresorskega usklajevanja, če hočete, kajti v teh
če pač gledaš, ne vem, neko uredbo o embalaži, odpadni embalaži, je mogoče 5 členov, ki se nanaša na odpadke, vse ostalo so členi, ki se nanašajo na Ministrstvo za gospodarstvo, ker imajo proizvodnjo in tako naprej. Tako da veliko, bom rekla, usklajevanje med resorji in pač nek nov koncept, ki ga pač moramo tudi mi sami, smo rabili malo časa, da smo ga nekako do njega se opredelili oziroma da smo nekako koncept začutili in pa izziv harmonizacije, ne? Kajti neposredno izvajanje v vseh državah članicah, glede na to, da je ravnanje z odpadki v pristojnosti držav članic prilagojeno nacionalnim razmeram in specifikam. Tako da to je pač neka bistvena novost, ki se vleče čez vse pač uredbe oziroma direktive. Zdaj zelo na kratko, ker se ne tiče vsega gradbenega odpadka, ampak samo da imate malce pregled, smo vse malo več naredila, se pravi, že sprejeta je uredba o baterijah in odpadnih baterijah in potem tudi izvajalska uredba za izvajanje je ravnanje z odpadnimi baterijami dodan izvedbeni predpis. Osnutek nekako bo do poletja, tako da se bo potem lahko tudi izvajalo, kajti imamo težave glede zadržanja, se prečujem, proja oziroma členov, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost. Še vedno čakamo pač odgovor Evropskega sodišča in kasneje tudi seveda posledično potem slovenskega, da pač pove, kaj je narobe z členi, ki se tiče razširjene odgovornosti in pač potem se vse to sprosti, da lahko priredimo vse te direktive in pa uredbe, ki se nanašajo na razširjeno odgovornost proizvajalca, seveda tudi v skladu z zakonom, ki bo potrjen oziroma členi, ki bo potrjeni, kajti trenutno so zadržani in jih pač ne moramo izvajati in zato se poslužujemo oziroma moramo upoštevati Zakon o varstvu okolja 1 in podzakonske akte na te osnovi, ki so bili sprejeti. Tako da tukaj imamo kar velike težave in upamo, apeliramo, če kdo sliši, na čim prejšnjo pač sprejetje. Potem sprejeta je uredba o odpadni embalaži in odpadni embalaži, ki tudi pač, bom rekla, bistvene novosti uvaja, se to je bilo že večkrat predstavljeno, glede obvezne reciklirane embalaže, glede minimalne vsebnosti recikliranih materialov, glede omejitve nevarnih snovi, glede manjšanja odvečne embalaže, označevanje embalaže, uvaja razširjeno odgovornost proizvajalca, vzpostavi ločene sisteme, vkolikor država članica ne dosega določenih procentov glede zbiranja, pač moraš uvediti kavcijski sistem. To veste, da je bilo pač kar veliko tudi na državni ravni, bom rekla, ali da kavcijski sistem ali ne, še ni končne odločitve, če bi bil za plastenke in pločevinke, vendar zadnji podatki kažejo, da smo dobri glede procentov ločenega zbiranja, nekje smo, podatki skozi varirajo med nekimi procenti, ampak nekje smo na 84-85, tako da pač 90 pa moramo zbrati do leta 2030, 1.1.2029, tako da pač dejansko v tem trenutku verjetno pač ni potrebe za to, ampak čakamo še odločitev koalicije, kajti to je tudi v koalicijski pogodbi, sem to, da pač malce še zraven povem politično. Spodbuja se vzpostavitev sistemov za ponovno rabo in pa polnjenje embalaže, uporabljajo se spodbude in obveznosti za distributerje in pa seveda so določeni cilji recikliranja za vse embalaže, se pravi 65% do konca leta 2025 in pa 70% do 2030. Tako da cilji so zelo ambiciozni in pač država članica jih mora spoštovati, kajti drugače je v država v prekršku. Časovnica izvajanja, zelo na kratko, februar je stopila uredba v veljavo, začetek splošne uporabe določb uredbe je avgust 2026, 1. januar 2028 sprejetje delegiranih aktov, za merila za oblikovanje za reciklažo, uvedba harmoniziranih oznak za embalažo avgust 2028, 1. januar 2030 uveljavitev zahtev za recikliranost embalaže in 1. januar 2040 doseganje ciljev za minimalno vsebnost recikliranih materialov v embalaži. To so zelo tako, da veste pač, kaj ena uredba prinaša tudi na naši ravni. Potem je predlog uredbe zahteva za kroženje vozil in ravnanje z izrabljenimi vozili. Zopet gre v luči predvsem za večjo krožno zasnovo in pa za večjo proizvodnjo vozil, povečanje vsebnosti recikliranih materialov v novih vozilih in predvsem za izboljšanje, da čim več izrabljenih vozil dobimo v zajem, v obdelavo, je pač tudi ta nov predlog, ki je sedaj še v pogajanju, tako da kaj več ne bi v tem. Potem je pa najavljeno za naprej predlog uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, ta je najavljen do konca leta 2025, predlog direktive o odpadkih, veste, da je uvedba tekstila in pa ciljev glede odpadne hrane in pa
sekunda. Potem pa določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne proizvode. Tukaj so mi sam fantje nekaj rekli, da moram ful vas opozoriti, samo malo. Okay, se pravi, rekli so, da je tukaj v tej uredbi, ne vem vsega, to je prepoved uničevanja neprodajnih izdelkov in ključno je, da gospodarski subjekti morajo sprejemati potrebne ukrepe, da bo z njimi odpravljena potreba po uničenju neprodajnih potrošniških izdelkov. Se pravi, gospodarski subjekti bodo morali podrobno razkrivati vse informacije o zavrženih neprodajnih izdelkih, število, kosi, zakaj, kako, in pa uničenje neprodajnih potrošniških izdelkov za določene bo prepovedano. Tako da v bistvu to so kar neke novosti, ki jih prinaša. Naprej je vzpostavitev akt o kritičnih surovinah na kratko. To tudi veste, da kritične surovine so ključne in tudi tukaj Evropa pač na tem dela, in pa akt o krožnem gospodarstvu, ki je najavljen za konec leta 2026. Tukaj se govori in glede dovoljenj, glede krožnega gospodarstva, tako da pač vse bo zajeto, to bo en večji akt. Zelo tako še komisija govori ne ve čisto točno, po mojem točno kaj, tako da pač vse pa obetajo kar velike novosti. Zdaj sem zelo na kratko šla to čez. Direktiva o monitoringu in odpornosti tal, rekla sem, da pač je ta v zadnjem trialogu, trilog je 9.4., se pravi danes, bravo. Če pride do govora, se mora direktiva implementirati v roku 3 let po sprejemu. Ključne novosti, bom rekla, so monitoring, upravljanje, ocena zdravja tal in upravljanje snaženih območij. Tukaj bomo tudi pač ta del sanacije, ki bom na koncu povedala, je pač tukaj noter zdaj še vključen. Gre se tudi glede na rabo tal, bojo mejne vrednosti določene, se pravi pač tam, kjer je bolj, ne vem, kritično za določene pač, bom rekla, skupine ljudi, so mejne vrednosti bolj stroge kot druge, tako da pač o tem. Tako da ne bi kaj več, ampak monitoring, ko spostavlja država, to že Agencija Republike Slovenije za okolje dela, ima pač določen monitoring izvaja, tako da s tem bomo samo nadaljevali. Podzakonske akte bomo že sprejete na podlagi pravilniki predvsem, kako se to izvaja, tako da mislim, da tukaj ne bi smeli večjih težav. Se moramo pa zavedati, da so tla res tista naša tla, njih je treba skrbno varovati, no, in pač premišljati, kaj delamo. Jaz moram reči, to bi mogla mogoče pri sanaciji povedati, ampak včasih sem kar malo slabe volje, ko pač gremo po občinah, ne, in dokler država pač daje denar, je vse okej, pa takrat se strogo držimo nekih pravil igre, ne, ko pa občina nekaj sama premešča, dela vodovod, tam potem pa kar je vse kako delamo, kljub temu, da to delamo ali v Mežici, ali v Celju, ali kjer je kritično, ne. Tako da pač upam, da bomo začeli pač spoštovati in malo premisliti preden pač kakšne viške materijala, karkoli vozimo kar nekam, in kljub temu, da vidimo, da so noter neke nevarne snovi, se to kar premešča brez kontrole in tako da pač tukaj bo res potrebna neka posebna pozornost, no. 3 nove uredbe o gradbenih odpadkih, se opravičujem, ker malo sem, to se vidi, da sem zvečer delala, pa me ni opozorila, da bi tole mogli že tam biti. Ok, zdaj na kratko, ker sem že prej napovedala, uredbo, samo malo bolj, smo še zdaj strukturirali, se pravi 3 uredbe, tako kot sem rekla, uredba o ravnanju z gradbenimi odpadki, uredba o predelavi odpadkov mineralnega izvora in pa uredba o merilih, ki bodo izpolnjeni, da zemeljski sklop nastaja kot stranski proizvod pri gradnji. To boste lahko delili, tako da pač verjetno ni problema, da bo na live strani, tako da pač to so 3 uredbe, jutri so te 3 uredbe tudi predstavljene na v svetu, bravo. Tako da pač boste lahko kolegico Ireno poprašali podrobnosti, vam bo z veseljem povedala, ker je to res toliko strokovno, da pač se ne bi spuščalo to strokovno raven. Vem, sem tako zelo pavšalno, priznam. Uredba o gospodarski javni službi sežiganja komunalnih odpadkov, pač uredba, ki se pripravlja, ki bo sprejeta 17. aprila naj bi bila, tako je dogovor. Uredba pač namen in predlog uredbe predvsem ta, da uredimo, kaj naj rečem, gospodarsko javno službo ali pa celovito izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe, ki trenutno pač ne deluje. Sami veste, da ne deluje že kar nekaj časa. Idealne pogoje smo imeli, da bi država naredila pač to vrstne objekte, ne govorimo o sežigalnicah, govorimo o pač objektih energetske izrabe do leta 2013, ker je tudi Evropa dajala denar za to vrstne objekte. Sedaj nažalost Evropa rekla že prejšnji minister se je trudil pridobiti sredstva strani Evrope, Evropa pač je povedala, da tega ne bo financirala, tako da zdaj smo sami na tem, pa le rečete, da si pomagamo. Tako da vem, da je bil neki modernizacijski sklad, ampak na ministrstvu to vodi drug direktorat, vem, da so bili tam noter tudi
tudi pobude, da bi se te dva objekta na novo zgrajena pač vključila, ne vem pa, kaj je bila končna odločitev. Tako da pač namen predloga uredbe in cilji sem povedala, predvsem to, da določimo predvsem organizacijske, tehnične, prostorske, ekonomske in pa regulativne temelje za izvajanje sežiganja kot storitev splošnega gospodarskega pomena. Jaz bom rekla, vem, da bo to zelo, kaj ne rečem, mislim, od 5 do 7 let pač, ne, prej ne bo takšen objekt stal. Takšna praksa je tudi v Celju, ker imamo edini objekt, ne. Kdor pač vede energetika, pač Celje pač deluje. Jaz mislim, da takšen objekt potrebujemo nujno, kajti tako, kot je rekla pač direktorica Puconcev, ne, tukaj je gorelo 1 mesec nazaj in pač takšnih, kaj ne rečem, punktov, ali kako ne, lahko pač vsak dan se lahko nekje pojavi. Vsi vemo, da so odpadki naši, vse škoda, da vam to razlagam, ne, to moram komu drugemu. Odpadki so naši, zato moramo poskrbeti mi za svoje odpadke, ne pa, da jih izvažamo v tujino in pač, ne, ko tujina zapre vrata, smo sami s tem. Tako da jaz upam, da bomo uspeli ta objekt, pač te 2 objekta umestiti, predvidevamo 2 nove, sicer ena v ljubljanskem območju, ena pa v mariborskem. Določene so tudi območja oziroma vse občine, ki nekako spadajo na to območje, tako da to je določeno. Določena je cena, regulacija pa financiranje, omejitve, posebne storitve, dajemo nekaj pač, da se daje kot državna gospodarska služba, del storitev pa lahko izvaja tudi v teh objektih kot posebne storitve, določene, kateri so to, kaj sem spada. Koncesijski sistem seveda, ko bo uredba sprejeta, je potrebno pripraviti razpis. Mi smo že pač v tej fazi, da se pogovarjamo, kako razpis, mislim pač, da ga pripravimo. Upam, da do poletja bo objavljen. Nekje ima potem po uredbi 180 dni časa, da pač, bom rekla, tisti, ki želijo pač vstopiti v ta sistem, oddajo pač prijavo, tako da jaz pričakujem nekje do konca tega leta, ne vem, kaj ne rečem, podpis pogodbe. Upam, da bomo uspešni pri tem. Ko se nekaj sprejem v aprilu, v vmesnem času, kar je pa ključno, je pa dogovor z vsemi, bom rekla, deležniki, ker smo sedeli kar nekajkrat na ministrstvu, da pripravi država razpis za celotno količino, bom rekla, za celotno količino odpadkov in upamo, da bomo uspešni pri tem, da se pač kdo prijavi in prevzame celotno količino. Trenutno gremo s tem naprej in pa za daljše obdobje. To se mi zdi, da sta 2 merili mogoče, ki pač bosta nekako, ne vem, kaj ne rečem, da bomo tukaj uspešni, no, kajti vemo, da se vsi borijo, enkrat je prevzem, drugič ni, vozimo že celo na Nizozemsko, v Grčijo, ne, smo zadnji slišali, tako da pač, ne vem, razdalje so takšne, da kaj s tem delamo, tudi nihče ne ve, ne, pa povzročamo okolju. Tako da mislim pa, da bo treba, da bomo vsi skupaj deležniki, ki pač sodelujemo pri tem, nekako na enak način tudi, ne vem, bom rekla, ozaveščali javnost oziroma z javnostjo komunicirali na ta način, da pač bomo uspeli, kajti to je pač, bom rekla, vedno bomo imeli na drugi strani tudi mislim, ljudi, ki pač bodo proti temu, treba bo pač nekako tudi razložiti stvari in jih pa pač jim obrazložiti, da pač to nekako rabimo. Bojo pa objekti po najvišjih BAT tehnologijah, najboljših pač BAT razpoložljivih tehnologijah in najboljših standardih. Tako da mislim, takšen objekt, ki je na Dunaju, ne, ki ga zdaj vsi pač govorijo, kakšen objekt imamo, mislim, da pač bi mogla biti te 2 objekta dosti boljša, ne, kajti Dunaj že zastarel, tako da, ker vedno se primerjamo nekako z Dunajem. Seveda pa smo tukaj odprti tudi za vse ostale, pač bom rekla, tehnologije, ki so poleg pač teh energetskega, ampak trenutno pač ne vidimo nobenih, pač trenutno bom rekla tok, ne vem, da je tok zadeva pripravljena, zdaj bo tam na gospod Mike rekel, ki mi prej prekosilo glede pirolize rekel, tok pripravljena, pa da imajo že vsi dovoljenja. Ko bi imeli to grelaka zadeva istočasno, pač to, ki nima nobenih težav, sem povedala prej, ampak moramo nekaj imeti s temi količinami, ki jih imajo in ki jih imamo in ki je težava. Tako da je to zelo na kratko. Zdaj pa mogoče samo na kratko izvedenih sanacij. Izvajamo kar nekaj sanacij otroških igrišč v Celju, to je bila pač odločitev enkrat vlade, bom rekla, da vseh 7 otroških igrišč v vrtcih se v Celju pač financira in sanira, tako da pač tukaj smo, mislim, da imamo zdaj še zadnja 2. Tako mogoče samo na kratko. Se pravi, tukaj je zamenjava vse
Analiza, to bo tudi potem v tisti direktivi, analiza, kaj nam pove, potem celotna zamenjava in celoten koncept pač igrišča. Eno izvedeno sanacijo smo končali v lanskem letu, v decembru smo dobili uporabno dovoljenje, ne vem, verjetno so slišali v medijih, parcela v Tehari, Bukožlak se je reklo. To je bila kar komisija evropska, nam je pač sprožila kršitev, oziroma smo na sodišču pristali, čakamo odločitev sodišča, ki bi mogla biti 8. maja ali kako bo se, ne vem, ker nekaj verjetno, kljub temu, da so nam zdaj priznali, da smo zaključili, bomo verjetno neki pavšalni znesek mogli plačati. Ja, to je pač iz ene parcele, kjer je bil travnik, kjer se ni ničesar videlo, to bi mogla dati prej pa potem, ne, je zdaj nastala takšna parcela, tako da pač, ja, to se je vse saniralo, naredi se prekrov, naredi so se pač vse pravila, tako kot se pač mora, da je zdaj sanirano, odpeljali so se odpadki, ki so bili odloženi, nezakonito odloženi, pač so se odpeljali, pač kakorkoli sortirali in pač ja, takšno parcelo imamo in to je bila ena celovita sanacija, kamor je država vložila več kot 10 milijonov evrov za celotno dokumentacijo in pa kar nekaj prepričevanj v Bruslju je bilo, da naj ne spustijo v primeru, da bomo to zaključili, tako da ja, s tem se ko če zdaj pohvalimo, čeprav prepozno, ampak ja, končali smo. Plan nadaljnjih sanacij, igrišča v Celju, odlagališče industrijskih odpadkov Šmartno pri Litiji, tega zdaj saniramo. Tudi država, kajti IUV Vrhnika je bila lastnica tega odlagališča, potem je država prevzela vse celotno parcelo na svoje pač ramena, bremena in zdaj vzamemo to sanacijo, kajti tam je bilo res neprimerno stanje glede okolja, tako da zdaj poteka. Naj bi bila najprej nekje v jeseni bo zaključena, tako da potem bo sledili drugi igrišča v 5 občinah Mežiške doline, tudi širše, seveda vsi ti ukrepi, kjer je Mežiška dolina bila sprejet program za vseh 5 občin po poplavah, prej smo imeli program samo za Črno in pa Mežico, sedaj smo razširili vse skupaj do Dravograda, skupaj z ukrepi, tako da sedaj bomo tudi to izvali in poskušali pridobiti čim več sredstev iz sklada za obnovo. Potem pa priprava dokumentacije za Globovnik, tam je pač bilo tudi eno odlagališče v občini Ilirska Bistrica, kjer pač nekaj treba tudi sanirati, tako da zdaj smo v pripravi dokumentacije, drugo leto sanacija. Stara Cinkarna je bil sprejeti odlok, sedaj se pripravlja projektna naloga za dokumentacijo in potem zopet sanacija Stare Cinkarne v Celju, ki je pa tudi kar velik zalogaj, ker vemo, kaj tam bilo, in pa mestna občina Celje je tudi zaključena javna obravnava enega odloka za mestno občino in pa pač sedaj gre v nadaljnjo obravnavo in sprejem na vladi, da tudi v občini Celje začnemo z ukrepi. Tako da to so pač tiste ključne stvari, kjer pač glede sanacij, tako da mislim, da sem s tem zaključila. Hvala. Kakšno vprašanje? Direktno za gospod Bolte? Kar danes, kar. Aha, ja, kar. Se vprašali, se lahko kje prijavili za te sanacije zraven? Jaz smo še tudi domači sanirali. A ti bi tudi sanirali? Mislim, vi bi sanirali. Država? Ne, res. Res. Samo me zanima, kako to poteka. Aha, Tanja pa... Potencijalno, ko pa rekla, nimamo... Tanja? Bi šla, prosim, gor. Hvala. Nimamo onega letečega mikrofona. Ne. Ok, mi imamo spisek potencijalno onesnaženih območij, ki je trenutno objavljen na Atlasu okolja. To nam je naredila Filozofska fakulteta, ker je bil en CR projekt in je znotraj tega pač poiskala skupaj z občinami seveda vse neka potencijalno onesnažena območja, ki so pač od določenih območij. Zdaj bi mogli pogledati, če je tam noter, ampak to je itak živa stvar, ves čas se dopolnjuje. In potem, ko se naredi analiza, se pač vidi, pač, kaj tam je dejansko in po analizah se pač poskuša se izvede sanacija. Zdaj sem tako rekla, glede na zakon o varstvu okolja 3, ki bo celotno poglavje in pač opredelil, kaj kdo dela, kdo je zavezanec in kdo plačilo financira in tako naprej in kdo mora biti lastnik, tam noter bo vse opredeljen, tako da mi bomo pač po zakonu pač zdaj šli naprej. Tukaj so bili odloki za mestno občino Celje, vsi vemo, o čem se pogovarjamo, pa za Mežico, druge stvari bomo pa verjetno delali po zakonu o varstvu okolja 3, kajti nek sistemski pristop rabimo in ta sistemski pristop je točno to. Drugače pa je tam noter treba pogledati in potem dati pač pobudo in se ta pobuda seveda obravnava. Je pa teh območij, to je po mojem z ne vem, 10 ali pa 20 let po mojem dela v Sloveniji. Toliko je teh območij. Pač pustimo, da zdaj, direktiva, samo mogoče še to, direktiva bo tudi povedala, ali to pomeni tveganje za zdravje ljudi in za okolje, ker včasih je
bolje, da pač neko stvar pustiš pri miru, kot so neki sarkofagi ali pa karkoli, kot pa zdaj to ne vem, kaj saniraš. Ne? Pač moraš tudi vedeti, kaj to pomeni. Ne? Tako da pač vedno bomo tako gledali tveganje za ljudi in okolje in potem to je pač pristop tudi nove direktive, ki smo ga tudi uvedli v zakon. Tako da. Počakam tle. Zanima me samo, če veste že morda, kako boste določili čas trajanja pri sežigalnicah oziroma pri termični izrabi torej od trenutka podelitve koncesije, pa potem, da mora tisti, ki je po koncesijo dobil, dejansko izvesti. Zdaj se pa ne vem, če je tole v redu. Ja, okej. Zdaj vemo, vsi se to ni skrivnostno, to je bilo javno večkrat povedano, kateri dve občini sta zainteresirani. Ja, se tukaj noter piše, so območja. Ljubljana pa Maribor, ja. In v bistvu s takim postopanjem se bojim, da s tem bo preveliko breme preloženo na občine, ki preprosto niso sposobne, nimajo znanja, da bi to lahko speljale. Glede na to, da se v državni javni službi pogovarjamo, verjetno treba spremeniti DPN, v integralnem postopku. Ne, če lahko sem prekinem, se prečujem. V času prejšnje vlade je bilo dogovorjeno, da se bo to spremenilo, da ne bo nobenih DPN-jev, ampak da bo vse OPN-jih, OPN-jih. In pač občine zdaj sprejemajo te akte za tega, da pač umestijo pač določen objekt v prostor, mislim, umestijo pač po aktih in potem se gre nobenih DPN-jev ne bo. To je bilo v prejšnji vladi pač dogovorjeno in tukaj gremo mi zdaj naprej, tako da DPN-jev ni. Seveda pa je, se prečujem, seveda pa moramo tukaj država skupaj, vsi vemo, da moramo biti vsi skupaj dosti močni. Ja, mislim, po vzoru Celja. Vzor Celja je bil, mislim, da je bil 5 let, kar je bil nared. Ampak se bojim, da je to za občine skoraj da neizvedljivo. Zaradi vseh možnih pač civilnih in 8. marca in tako naprej, ki se bojo javili in ki bojo padalci v postopku OVD-ja. Vemo, da je to z upravnim sodiščem približno 3 leta, recimo vse skupaj. Potem ti bojo padalci v postopku gradbenega, še vedno ti lahko grejo z referendumom na OPPN in mislim, bojim se, da bi občine občinino zapravili 7 let, pa 3, 4, 5 milijonov evrov, pa bomo na koncu isti ali pa še slabši situaciji. Mislim, samo druga možnost je trenutno taka zakonodaja tudi prostorska. Jaz ne morem drugače po drugem principu umeščati nek objekt v prostor, kot takšen, kot je. Pač na žalost. Imajo pa vsa... Seveda. Jaz se to zavedam, mislim, zavedamo se vsi skupaj, verjetno kot tukaj, ki smo v tej zgodbi zraven, da pač je to veliko tveganje, ne. In jaz ne bom naprej rekla, ker pač se me snema, ne. Vsi vemo, da imamo 2 objekta. Vsi vemo, da imamo 2 objekta v Sloveniji, ki bi pač verjetno lahko z neko ampak pač tukaj bomo kdo drug je povedati. Hvala lepa, še kakšno vprašanje za Tanjo? Če ne, gremo na naslednjo predstavitev. Sledi predstavitev podjetja Deltaplan, Tadeja Žurmana, na temo vpeljave načel krožnosti na področju gradbenih odpadkov. Gospod Žurman, izvolite. Imate mojo prezentacijo? No, kje smo zdaj? Evo jo. Super. Pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bi mogoče začel bolj na koncu moje prezentacije, zato ker se navezuje na to, kar je gospa Bolte povedala. Torej, danes bi naj bilo soglasje k končnemu besedilu Evropskega parlamenta, sveta in komisije za to direktivo o tleh, ki je izjemno pomembna iz vidika krožnega gospodarstva in tudi meni posebej pri srcu, ker imam, tako kot kolegica Bagar, podobno mnenje o varovanju tal. Samo tako, glede na to, da se res tiče krožnega gospodarstva, direktiva o tleh izvirna je bila pripravljena hkrati z Waste Framework direktivo, ki je bila sprejeta 2007. Ampak so takrat neki kmetijski lobiji, pač na ravni Evropske komisije, to zadevo zminirali. In če bi pogledali že izvirni tekst Waste Framework direktive, bi videli tam v uvodnih členih, da iz svoje pristojnosti izrecno izvzema plodno zemljo. Zakaj? Zato, ker je to bilo mišljeno, da bo urejeno v tisti drugi direktivi, kjer bo zaščitila to plodno zemljo. Ne kot odpadek, ker to seveda ni, ampak pač z nekim posebnim režimom, ki ga zdaj, če se spomnim pravilno, ta zadnji tekst tega novega predloga direktive ureja v 12. členu, mislim, da. Kar bo, upam, da končno celotno Evropsko unijo pahnilo iz te koncepcije, da je plodna zemlja, ki nastaja pri gradbenih delih, odpadek, ker to ni.
ker to pravi tudi zakon o kmetijskih zemljiščih v 9. členu, da ni, ampak da je naravna dobrina, ampak izoblikovala se je praksa ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah, kjer so pač rekli, ne, to je del izkopnega materiala, gradbeni odpadek in tako naprej. In zdaj določene države, ki so malo bolj pametne bile v preteklosti od naše, recimo Irska pa Velika Britanija, so na nek način zlorabile institut stranskega proizvoda, to je ministrstvo dajalo navodila investitorjem in so rekli, gledajte, to pač mi kot država ne moremo na to pristati, da pač zgubljamo plodno zemljo zaradi tega, ker je nastala neka pravna vrzel v evropskem pravnem redu in so jim dali specifična navodila, kako naj plodno zemljo deklarirajo kot stranski proizvod, kar je v bistvu ena izmed najvišjih stopenj na področju hierarhije ravnanja v krožnem gospodarstvu, zdaj se gre za preprečevanje nastajanja odpadkov. Za Sloveniji smo imeli to nesrečo, to je bilo tam okoli 2015, da se je izoblikovala neka sodna praksa, ki pa ni sledila tej koncepciji. Pa to ni šlo za kak velik projekt infrastrukturni, to je šlo za neka dva soseda, kjer neka ženska imela neki kup, ki je drugega soseda moto in potem je poklical okoljskega inšpektorja. In ona je rekla, ta gospa, ne, to je pač plodna zemlja, ki smo jo odrinili in teda. Šlo je za nič, za ne vem, par sto kubikov. In potem je ona poklicala kmetijskega inšpektorja in kmetijski inšpektor je rekel, ne, pa to ni odpadek, to je plodna zemlja, to sodi pod mojo pristojnost. In sta se inšpektorja med sabo skregala in so šli na upravno sodišče v Ljubljani, ki je pač na tem okoljskem področju zagotovo eno najslabših upravnih sodišč v Ljubljani glede svojih odločitev, ki je pač sprejelo odločitev, da je vse, kar nastane, odpadek in to je zdaj pač praksa, ki je v Republiki Sloveniji. Iz enega praktično sosedskega spora. Pa se ne hecam. Tokja. Skratka, nekaj čisto osnovnih, ampak vse mislim, da večina ljudi, ki je tudi tako ali tako te koncepcije pozna, torej ohranjanja vrednosti materialov in izdelkov. Zdaj, mogoče vedno bolj aktualno, glede na to, da so, ne vem kaj, 104% tarife pred vrati, pa vojne vzhodno, pa južno, pa zahodno, pa ne vem, kje vse ne. Materialna samozadostnost bo pač postala objektivna potreba. Ker ne boš imel niti več možnosti, ne za dvakratnik neke vrednosti kupiti material, ampak niti za štirikratnik, ker ga ne bo. Jaz se vedno hecam, me malo tako gledajo po strani. Bojimo se v gradbenem sektorju trenutka, ko se vojna v Ukrajini konča. Ker ko bo Amerika pa Evropa začele financirati v milijardah, desetinah milijardov po vojno obnovo, katere pogodbe bodo seveda dobile velike multinacionalne podjetja iz te iste Evrope in Amerike. O Zaporožju smo že slišali, da hočejo, ne vem kdo že, American Electric ali nekdo. Skratka, se vprašajte, kaj se bo s cenami materialov recimo zgodilo v Sloveniji. Mislim, to je, pač govorimo o obnovi, ki je financira tudi Evropa, te pripravljalne projekte, pač nas pripravlja na to, da se bo to morebiti zgodilo. In v zadnjih parih letih se res ustvarja občutek, da se bo. Trenutno stanje v Sloveniji pač ni najboljše, ni najslabše, jaz sem o tem že govoril, še vedno mi ni znana metodologija, kako se to računa, ampak recimo Nizozemska, en primer bomo potem imeli na koncu iz Nizozemske, dosega recimo 33,8% krožnost, in je na prvem mestu med državami članici Slovenija 11%, ampak se pravim, metodologija izračuna ni znana, je pa to pač pripravilo Evropsko računsko sodišče, tako da je recimo temu nek na evropskem nivoju relevanten dokument. Tudi Statistični urad Republike Slovenije vodi kazalnike, ampak delež materialov v kroženju pač so zmerili v letih 21 od 19, da pada. Tudi to je malo relativno, zato ker mogoče, ko gradbeništvo raste in je potreba po tudi naravnih materialih večja, se potem statistično uporaba krožnih materialov zmanjša, tako da, mislim, treba je biti zelo previden pri interpretaciji takovrstne statistike. Zdaj, tudi pri krožno gradbeništvo je v bistvu preslikava
z nekimi specifikami načel krožnega gospodarstva, torej hierarhija ravnanja z odpadki in seveda aplikacija hierarhije ravnanja z odpadki na področje gradbenih materialov, sekundarnih surovin in gradbenih odpadkov. O odpadkih jaz ne bi kaj preveč govoril, zaradi tega, ker recikliranje tam že gre na konec, na rep, mislim, ne. Tako da narediti moramo čim več za to, da do recikliranja sploh ne bo potrebno priti, ker je tudi recikliranje izjemno energetsko, časovno, tehnološko zahteven proces, ki teče na fosilna goriva, spušča emisije in tako naprej. Tako da vse, kar lahko rešimo, preden pridemo do nujnosti recikliranja, je 3-krat toliko vredno, kot potem tisto, kaj lahko še zrecikliramo. Tu so pač različne sheme, ki kažejo recimo neke pristopov na področju krožnega gradbeništva je milijon, mislim, od, ne vem, design for disassembly, kjer pač se rešijo po tej hierarhiji določeni materiali iz stavbe. Obstaja izjemno veliko dobrih praks, še posebej na Nizozemskem, recimo to je bil en Horizont projekt, BUMP, Building as Material Banks, kjer so razvili poseben program, ki v bistvu z 3D skenerjem poskenira prostor, sam identificira elemente v prostoru in jih sam kategorizira v 3 barve, zeleno, oranžno, rdečo. Zelena je tisto, kar je lahko ponovno uporabno, oranžno je tisto, kar je pogojno ponovno uporabno z nekim refurbishmentom in tako naprej, rdeče je pa tisto, kar je reciklabilno. In to so bili dejansko piloti, ki so se izvajali v različnih mestih, Kerkrade, Breda in tako naprej, kjer je prišla ena ekipa, pač delcev, in so morali pobrati ven vse, kar je bilo označeno zeleno. In prišla druga ekipa, ampak to je šlo tako, kar sekventno. Je pa to kar drago. Ampak skratka so neki pristopi, predvsem pa takrat, ko pa nimaš več drugega vira, je pa vseeno, koliko stane, potem je pač to edino, kar imaš. Še posebej pomembno seveda je to na področju ohranjanja tal, ki je pač inherentno povezano z gradbeništvom. Mislim, to, da ima Slovenija 38% samozadostnost na področju zelenjave, pa sadja tudi nekje tam okoli 40, to je sramota. Mislim, to bi mogla biti prioriteta katerekoli vlade 1, 2 in 3. Mislim, to je sramota. Jaz nimam besed, no glavno, da imamo krav za izvoz v Italijo, ne vem, smo na 105%, kar je super, ampak da pa nismo sposobni polovico zelenjave, ki jo pojemo v najbolj zeleni državi v Evropski uniji vzgojiti, to pa se mi zdi grozljivo. In to gre po mojem z roko v roki tudi z direktivo o ohranjanju tal, zaradi tega, ker če bomo imeli dobra tla, seveda plodna in nekontaminirana in tako naprej, potem bo tudi ta proizvodnja lažja. Moram reči, da se spreminjajo ravno zaradi pač cen, te navade ljudi. Mi smo imeli v Mariboru en projekt Urban Soil for Food, kjer smo, pač to je bil en del projekta, smo naredili 15.000 kvadratnih metrov urbanih vrtov z skupnimi površinami, zbiranjem deževnice, tako res lepo. In mislim, da smo 2019 mogli 3 runde razpisov narediti, da smo dobili 50 uporabnikov, zdaj jih imamo 70 čakalni vrsti. Tako da vse, ampak to je bilo zdaj 7-8 let, mislim, da je nekdo ugotovil, da pač bi bilo fajn, če bi bil malo na zraku, pa kako papriko vzgojil, mislim. Skratka, preprečevanje nastajanja odpadkov seveda je pač zelo visoko, oziroma skoraj najvišje na hierarhiji, in tu sta v bistvu samo 2 možnosti, ali nečesa ne bomo rabili oziroma pač ne bomo zgradili ali kakorkoli, ali bomo pa poskušali pogledati, če je neka snov, ki jo morebiti na prvo žogo tretiramo kot odpadek, ta primer ravno iz kopne zemlje, pa mogoče vseeno lahko stranski proizvod. In dokler se pogovarjamo o tem nivoju, odpadek v bistvu pravno gledano sploh ni nastal, ker je stranski proizvod, zato obstaja ogromno prakse pravne, tudi na sodišču EU, tako da torej postajajo posebne 4 skupina meril, po katerih moraš ti to klasificirati in tako naprej, da obstaja trg, da ima neko ekonomsko vrednost, da je primerna za uporabo, da pač ne ogroža varnosti okolja in tako naprej.
In me zelo veseli, no, da če bo pač uredba, ki je gospa Bolte omenila, pripravljena na način, da bo dejansko omogočala uporabo izkopnih materialov kot stranskega proizvoda za sanacijo recimo degradiranih površin, bo to več kot dobrodošlo. Sam prosim ne pozabiti spremeniti 95. pa 96. člena zakona o rudarstvu. Hkrati, ker če ne, bo ta uredba sama sebi namen, ker vemo, kje so največji ponori, ne? GZ, ja. Ja, ker tisto ne dopušča za sanacijo rudne, to je pač res velika, velika škoda, ne. No, hotel sem predstaviti en primer res zanimive in dobre prakse, ki pa ni zares feasible. To je en projekt, ki so ga moji kolegi pripravljali in ga tudi izvedli v Kerkrade, to je pač eno mesto na Nizozemskem, Super Circular Estate, in oni so v bistvu vzeli en stari taki parasocialistični blok, mislim ker pač niso imeli socializma, ne, in so v bistvu stanovanja rezali ven kot module in so te module, tako so jih potem postavili in so jih pa z recikliranimi materiali iz tistega, kar niso izrezali, potem ali refurbishali, torej okna in tako naprej, ne, pa pač z recikliranimi gradbenimi agregati potem tudi v bistvu naredili do te mere, da so to enostanovanjske družinske hiše. Čudovit projekt, mislim, ni kaj za reči, ne, ampak namernoma sem skopiral tisto. Cena takrat, to je bilo 2019-2020, novogradnje na Nizozemskem na kvadratni meter navadne hiše je bila 1294 € na kvadratni meter, ne. Cena te hiše je bila 4273 € na kvadratni meter. In to je sicer zelo lepo, fajn je, da se je to naredilo, ker bo mogoče čez 20-30 let pa to feasible, ampak v tem trenutku, pač če ne bi oni dobili, ne vem, 6 milijonov € z 80% sofinanciranjem od EU-ja, ne bi to nikoli zaživelo. To je v bistvu to iz moje strani, čisto na kratko. Hvala lepa. Kakšno vprašanje mogoče za gospoda Žurmana, za njegovo krožnost in tako naprej? Ne trenutno, hvala lepa potem. Tretja govorka je pa iz našega tretjega partnerja pomembnega, iz Zavoda za gradbeništvo, dr. Alenka Mavko. In sicer ona bo pa spregovorila o tehnoloških rešitvah znotraj projekta. Alenka, lepo prosim. Torej, najlepša hvala za to možnost tudi z moje strani. Prihajam iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije, tukaj je tudi moj kolega dr. Primož Oprčkal za kakšna nadaljna vprašanja. Kolegica dr. Dragica Marinič je pa danes na enem drugem dogodku, ki je vezano na Slovenski center krožnega gospodarstva. Zdaj nekaj besed torej danes še z moje strani, kar se tiče inovativnih tehnologij. Veliko ste že slišali, predvsem na področju ravnanja z blati iz komunalnih in mešanih čistilnih naprav. Predvsem naša prva naloga v projektu, s katero smo se pa ukvarjali, ker smo javna raziskovalna organizacija, je pa bilo vprašanje prehoda inovativnih tehnologij v prakso na področju okolja. Namreč, čisto na kratko, torej, da še enkrat osvežim naš spomin, projekt Life IPO Restart se nanaša na ta nacionalni program ravnanja z odpadki ter program preprečevanja odpadkov, ki se nekako na 5 let, 7 let obnovi. In zadnje iz leta 2022. Tukaj bi naj bile opisane prakse, priporočila, kako obravnavati posamezne, upravljati posameznimi odpadki. Nekako je pa vedno odprto vprašanje, kaj pa inovacije, ne? Nastajajo vedno znove inovativne tehnologije. Danes smo se pogovarjali recimo o pirolizi, kako lahko te pridejo na trg. 3 glavne skupine, s katerimi se ukvarjamo, niso edine skupine odpadkov, s katerimi se ukvarjamo v projektu in smo že pri inovacijah. Tole en tak zapleten diagram življenjske poti oziroma nastajanja inovacij, torej na nekih nižjih nivojih pripravljenosti, tehnološke pripravljenosti. Imamo veliko financiranja strani raziskovalnega sektorja oziroma javnih sredstev, nekaj tudi, pač večinoma tudi industrije.
Potem pa nekje, ko potrdimo koncept v laboratoriju, naprimer videli smo danes pirolizna enota, ne, tukaj je še vse kontrolirano, v laboratoriju potrdimo koncept, problem, potem nastaja prehod testiranja v realnem okolju in pa potem prehod na trg. In tukaj tudi večinoma inovacij, najprej rečemo temu dolina smrti, najprej obre, ker pač nimajo nadaljnega investiranja za to testiranje v realnem okolju. In nekako riziki, tukaj je v bistvu namreč tisti, rečemo, ko se pokrijejo največji riziki in pa finančno investiranje v razvoj inovacij se nekako prekrijajo in tukaj dejansko na področju nekih startupov, inkubatorjev inovacije umrejo. No, kar se tiče okoljskih, jaz temu rečem okoljske tehnologije, torej tehnologije, ki so vezane na to, da rešujejo neki okoljski problem ali pa materiali, ali pa imajo večje okoljske učinke v primerjavi s konvencionalnimi tehnologijami. Tukaj je pa še to, kar smo danes se tudi pogovarjali, že ta problem zaradi načela previdnosti, v bistvu same zakonodaje dovoljen, kaj lahko v dejanskem okolju tudi testiramo, a so pravi okoljski učinki ali niso, ali slučajno še poslabšamo lahko ali podobno. Zdaj zakonodaja, veliko smo slišali, tole je en vprašalnik, se opravičujem v angleščini iz enega drugega projekta, kjer smo spraševali naše ciljne rečemo deležnike, od študentov do podjetij, kaj je tista tema, ki jih v krožnem gradbeništvu, še ena skovanka, krožno gradbeništvo, gradbeništvo v krožnem gospodarstvu, katero znanje bi najbolj potrebovali. In so rekli znanje o zakonodaji, o regulativi, torej več kot 50%. Tu je ena velika potreba po tem znanjem, po razjasnitvi, kako dajati v bistvu na trg. Imamo nekaj področji, neke novosti, ki tudi Evropa prinaša k nam, recimo inovativno javno naročanje, potem okoljske tehnologije, okoljski vidiki so v zelenih javnih naročanjih pokriti in pa velikokrat smo v projektu govorili o zakonodajnem peskovniku. Jih pa na žalost mislim, da pri nas nimamo še toliko v praksi preizkušenih. Imajo v nekaterih državah, Nizozemska je bila omenjena, predvsem to inovativno javno naročanje, kjer imajo tudi, spremljajo neko poskusno novo tehnologijo, ki jo razvijata skupaj naročnik in pa izvajalec, strokovnjaki, ki sproti ocenjujejo, pa hkrati tudi preverjajo, kakšni so učinki te nove tehnologije. Zdaj pa še kar se tiče, slišali smo o okoljski zakonodaji, ker prihajam iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije, pa še nekaj na področju gradbene zakonodaje. Govorili smo tudi o različnih prehodih, torej ali odpadek v gradbeni proizvod ali stranski proizvod, ki je gradbeni proizvod. V bistvu za nas, kljub temu, da se zelo lepo sliši in velikokrat se ta beseda uporablja, ponovna uporaba, reuse, je pa dejansko to v praksi zelo težko izvesti, ker ne vemo, a ta gradbeni proizvod, gradbeni element še vedno ima takšne lastnosti, ki so potrebne za nameravano uporabo. Torej, preprosto rečeno, imamo 3 kocke granitne, ki smo jih nekje vzeli, lahko jih očistimo in poskušamo ponovno uporabiti, ampak da gre nek gradbeni proizvod na trg, mora imeti lastnosti, mora imeti ustrezne lastnosti, CE oznako in kako naj zdaj na 3 kockah naredimo recimo ali kontrolo proizvodnje, če rečemo. Skratka, tukaj imamo kar nekaj, pri ponovni uporabi imamo kar nekaj teh težav administrativnih tudi. Ampak to se razvija in tako da upam, da bomo te zadnje možnosti res vedno več imeli in da tudi razvijamo neke smernice in pa preizkušanja, kako lahko proizvode, materiale ponovno uporabimo, ne recikliramo. Lansko leto, mislim, da konec novembra, torej tik pred prazniki,
je išla nova evropska uredba o gradbenih proizvodih, imenuje se o določitvi harmoniziranih poti za trženje gradbenih proizvodov. S tem se v bistvu se ne ukinja, ker bo ta nekaj let še sporedno delovali uredba iz leta 2011, tako imenovana CRP, Construction Product Regulation, ki je neposredno kot uredba tudi v slovenski pravni prostor prenesena, in pa ta nova uredba. Neke novosti prinaša digitalni potni list, torej spremljanje tudi okoljskih lastnosti, njihovi zapisi, beleženje skozi vrednostno verigo in pa ocene okoljske trajnostnosti oziroma okoljskih vplivov. To bomo po novem preizkušali tudi po novem sistemu spremljanja nesprejemljivosti gradbenih proizvodov, tako imenovani sistem 3+. Torej, vaš gradbeni proizvod bo po novi uredbi poleg neke upogibne trdnosti, toplotnih lastnosti, imel tudi izjavo o deklaraciji toplogrednih plinov in to bo neko zunanje neodvisno telo tudi preverilo, ali je to dejansko res ali ne. Nekaj o tehnologijah, kar nekaj akcij je bilo že zjutraj omenjeni, torej ukvarjamo se z revitalizacijo oziroma z ozelenitvijo rudarskih prostorov, potem izkopni materiali iz vodnih teles. Zadaj imamo tudi predstavnico DEM-a, torej Dravske elektrarne Maribor, ki izvajajo ta praktični prikaz. V Mariboru s podjetjem Nigradom izvajamo 2 akciji na področju gradbenih odpadkov in pa odpadkov nastalih pri rušenju. Akcija C10, gospod Šitnik je tu s podjetja Nerinvest, torej demonstriramo praktični prikaz teh odpadkov iz termičnih procesov, kot so žlindre, in pa danes ste veliko slišali tudi že iz blata, o blatu iz komunalnih in mešanih čistilnih naprav. Podjetje Cerop se je v bistvu vključilo v projekt nekoliko kasneje, po zamenjavi partnerja, tako da nekatere stvari, kot so recimo piroliza, so tudi na novo načrtovane aktivnosti. To, kar vidite tukaj, približno 10 km iz centra Maribora, je območje Dogošen, nekdanje rudarsko področje, torej tu so izkopovali gramoz, ki pa je skozi leta postajalo tudi na žalost neko področje, kjer so se nelegalno odlagali odpadki. No, podjetje Nigrad, ki je imelo skoraj v mestu predelavo gradbenih odpadkov, ki so nastali pri njihovih aktivnosti, je skozi projekt Cinderella, to je bil financiran iz obzorja 2020 in pa tudi z nekaterih, kar nekaj projektov se je tukaj izvajalo. No, v tem zadnjem projektu Cinderella so preselili to njihovo predelavo odpadkov na to območje. Območje je velik del je last mestne občine Maribor in Nigrad ima tudi v najemu, ne vem, za nekaj let to območje. Kako? Prejšnji mesec je mestni svet prenesel lastništvo na Nigrad. Dobro. Skratka, skozi nekaj območje, kjer je bilo polno nekih zemeljskih izkopov, smo naredili par praktičnih prikazov skupaj, torej revitalizacijo tega področja, izgradnja protihrupnega nasipa. Tukaj vidimo izdelavo ceste iz recikliranih materialov in sicer različni preseki. Z različnimi materiali spremljamo tudi lastnosti te ceste in pa na koncu tudi gradnja enega manjšega objekta, ki ga vidite tukaj na sredini. Gre za začasen projekt, ki je bil vmes tudi veliko narejen iz nekih ponovno uporabljenih materialov. No, ta revitalizacija se še nadaljuje, tudi projektu Life je prvi start, mislim, da je šlo v širitev v ta del, torej še dodatno pridobivanje nekih površin. Prvi učinek je, torej imamo neko območje, ki je osiromašeno,
blizu urbanih površin. Imamo predelavo odpadkov, ki so bili prej v mestu, se selijo na rob mesta in tudi območje nekako bolj v tem smislu bolj primerno za to. No, v C10 akciji smo rekli po principu nekega rudarjenja, urbanega rudarjenja, kaj bi bilo, če bi se lotili s takšnim rudarjenjem tudi industrijskega odlagališča, to je odlagališče Vrhe. Neke prve aktivnosti oziroma aktivnosti, ki so tu potekale, so bile namenjene predvsem pregledu, kateri materiali so tukaj bili skozi leta odloženi. Zdaj mislim, da je načrtovano tudi vrtine, ki se bojo delale na tem področju. Smo pa hkrati to aktivnost, ker po zakonodaji je težko oziroma mislim, da je nemogoče trenutno odpreti že zaprti ali pa aktivni prostor odlagališča in ga ponovno, vidim kimanje, mogoče, ja, ne gre, no, ampak s temi stvarmi smo se tudi v projektu veliko ukvarjali in smo rekli, kar pa lahko promoviramo, je pa recimo uporaba sekundarnih surovin iz tekoče proizvodnje. Tole je prvo testno polje pod Nanosom, kjer je bilo vgrajen umetni agregat, to je agregat iz reciklirane jeklaške žlindre, ki je pri nas v Sloveniji odličen. Ravno tukaj verjetno v Prekmurju se ne bi splačalo niti okoljsko, niti cenovno, zato ker imate proizvodno, mislim, je v Avstriji blizu proizvodna eruptivca kleh, recimo nekje na Primorskem, kjer pa takega agregata ni na voljo in bi ga bilo potrebno pripeljati ali iz Hrvaške ali iz Avstrije, je pa to zelo primeren material. Tudi tukaj je Zavod za gradbeništvo Slovenije nekaj let spremljal lastnosti tega vozišča in je zelo dobro videno, da se to vozišče ne zaglajuje, ostaja hrapovo in v bistvu bolj trajno, kot pa v primerjavi z nekimi naravnimi agregati. Že zakaj se to dogaja, če primerjava recimo enega vulkanskega eruptivca in pa žlindre pod mikroskopom, ima to zaklinjeno mikrostrukturo, ki omogoča eno trajnost. Primer na desno so še pa, kar tudi gospod Činik oziroma podjetje Nerinvest testirajo, so pa proizvodnja betonov iz umetnega agregata, nekaj, kar se dogaja oziroma je že praksa v tujini, pri nas pa imamo pa teh primerov zelo malo. Čist na koncu, pa to je najhujše, ko si ta zadnji predavatelj, pa sem še, vas držim z odpadki do potem tistega taluštega dela, bom pa res kratka, kar se tiče komunalnega blata, ker je bilo danes že veliko povedanega. Kritične surovine, nažalost je res, torej Evropa je leto 2023, ima vedno več na seznamu teh kritičnih in pa strateških surovin, ki jih težko uvažamo, ki so iz nekih geopolitičnih razlogov tudi strateške ali pa kritične. In med njimi je tudi fosfor, kot je bilo že rečeno, lahko se iz blata, iz čistilnih naprav izlužuje fosfor, kalij, dušik, vse, kar je potrebno. Omenjeni so bili tudi, oziroma ste si ogledali kompozite geotehnične. Tu je en primer, kakšna je ta tehnologija, torej pri neki optimalni vlažnosti mešamo blato iz čistilnih naprav in pa alternativna veziva zaradi procesov, ki so podobni kot pri mešanju s cementom, prihaja do nekih stabilnih mineralnih produktov, iz česa nastane en tak, rečemo, beton neke slabše kakovosti, torej trdni kompozit. Testiramo izloževanja, na Zagu imamo tudi akreditirano to metodo za izluške in pa tudi zaradi višjega pH-ja večino, kar je prej biološko aktivnega oziroma nevarnega
kot so recimo Escherichia coli, salmonela, torej po teh procesih postane, več niso prisotne. Še nekaj tudi pri nas, nažalost večinoma geologi ukvarjamo z mikrobiologijo, zato smo tudi veseli, da bomo s CEROP-om še več skupaj delali. Torej, preizkušamo tudi v projektu razvijati več torej cilj je izven laboratorija preizkusiti ta koncept bioizloževanja, da bakterije izložujejo fosfor, kalij. Problem je občasno, ampak to pri vseh načinih izloževanja, da se tudi nekatere težke kovine lahko izložujejo, zato iščemo bakterije, ki imajo res rade fosfor in kalij in dušik in tukaj tudi, v bistvu od tega grafa je že kar nekaj časa. In pa še naša doma izdelana pirolizna enota, Primož bo tudi več vedel povedati glede tega, in pa to, kar je v literaturi, kar smo zdaj skupaj začeli delati, torej po pirolizi biooglje, ki ostane in se ga lahko tudi aktivno, oziroma se ga predela za ustrezno gnojilo. Tole je predzadnja zadeva, torej zavedamo se, to je pa tisto načelo previdnosti, ko uporabljamo v gradbeništvu neke sekundarne surovine, moramo se zelo zavedati, kaj lahko te nekdanji oziroma odpadke, kaj lahko vse vsebujejo. Ne samo azbest, kot je tukaj prikazano, ki ni samo na strehah, ampak lahko v različnih delih naše zgradbe. In v Sloveniji je teh azbestnih odpadkov veliko, veliko je vgrajenega bilo, imeli smo lastno proizvodnjo, tako izgleda pod mikroskopom. Pri nas smo akreditirani za določevanje azbestnih delcev v zraku, so pa tudi druge nevarne snovi. Tole posnetek smo delali v Life Restartu, pregled enega starejšega objekta in en tak bel premaz. In tukaj je zanimiva ta zgodba, včasih vidite ponovno uporabljena stara okna, ki je kot okraski v kakšnih, ne vem, kakšnih barih ali pa kje. Torej to vrstne take bele barve lahko vsebujejo tudi do 3% cinka, barija vidimo tam, skratka, tega se treba zavedati. Torej Evropska uredba o kemikalijah, vedno tudi prihajajo nove spojine na ta seznam in pač to je treba upoštevati. Pomaga nam pri vsakem rušenju, tole iz leta 2024, nov protokol za ravnanje z gradbenimi odpadki, ki vključuje tudi navodila, kako pred rušitvijo ali pa pred obnovo pogledamo, kateri materiali so v objektu. To je zaključek. Torej vsi naši programi ravnanja z odpadki in preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, zadnji je iz leta 2022, obravnavajo aktualnosti na področju odpadkov. Menimo, da v Sloveniji imamo veliki razvojni potencial za razvoj nekih novih tehnologij. Imamo pa tudi težave s tem, da prehajajo ta tehnologija v prakso in jaz upam, da bomo nekatere izmed teh težav rešili tudi v projektu in pa s tem v bistvu izboljšali tudi vsa ta ravnanja torej dobra ravnanja z odpadki, kot tehnologijami in pa tudi materiali. Toliko z moje strani. Se opravičujem, če sem bila malo dolga. Kakšno vprašanje za gospo Alenko Mavko mogoče? To je zadnja predstavitev, zdaj bi morala biti po našem programu razprava. Zdaj pa bi si želela, da bi kdo kaj razpravljal, recimo. Ker če ni razprave, to pomeni, da smo vam pravzaprav še kar dobro odstrli vsaj nekatere vsebine projekta Life IP Restart.
si želimo, da bi z nami v tem projektu kot naši deležniki še naprej ali pa sploh sodelovali, poleg naših projektnih partnerjev, bi pa mogoče vodjo projekta Matejo povabila na govornico za, zdaj bom rekla, 3 zaključne misli. Mateja, prosim lepo. Aha, zaradi mikrofona. Pa ja. Takole. Ja, predvsem bi se rada na koncu vsem še enkrat lepo zahvalila. Upam, da smo s tem, kar smo vam danes povedali, pokazali, vzbudili vsaj kakšen konkreten interes za nadaljne sodelovanje z nami na projektu. Če smo to dosegli, je to za nas zelo, mislim, super in zelo pomembno. In da se bo v tem lahko nekako to sodelovanje konkretno nadaljevalo. To pomeni, možnosti pač je veliko, da se prav ena od teh, da se odzivate na naša nadaljna vabila oziroma našo komunikacijo v konkretnih aktivnostih, ki bodo sledile, da se tudi na nas obrnete s konkretnimi predlogi za sodelovanje. Prav z veseljem se bomo odzvali, ali mi kot koordinator ali pa posamezni partnerji, če vas posamezni vidik našega projekta bolj zanima, veste, na koga se obrniti. Naši kontakti so nam znani, tako da jaz res upam, res smo pač nekako zaključili pripravljalno fazo in zdaj bomo zarili, tako bi rekla, rudarili, ne, po projektu, ne samo po odpadkih. Hvala še enkrat, da ne pozabim pa seveda zahvala gostitelju za, mislim, da zelo prijetno okolje, ki so nam ga pripravili. Hvala lepa tudi v mojem imenu obema gostiteljema, tako javnemu zavodu podjetju Cerop in medgeneracijskemu središču Mensana, kjer smo mimogrede v njihovem centru oziroma trgovinici ponovne uporabe, če vam kaj pade v oči, izvolite k nakupu. Mreženje se pa seveda lahko še nadaljuje, želim vam še lep dan. Hvala lepa.